In ti moraš biti dovolj močan, da sam sebi sugeriraš besede, ki jih ti potrebuješ. Se razumemo? Ker drugače samo poslušaš zunanji vir informacij in tvoj podzavestni se fila s temi informacijami. Dober večer vsem skupaj, se veste, tako pride, kdaj uletiš noter, malo smo imeli tehničnih izzivov in tako naprej, zdaj smo se zrihtali. Te malo bolj nacentriram. Evo ga, the best. In to je to. Evo, nova nedelja, nova pogovorna oddaja. Tu je že, smo pridni, kar se tiče pogovornih oddaj. A ne? Tole je že 48. po vrsti. Ne more verjeti, profesorica za slovenščino, bivša na gimnaziji, bo pa 50. naslednjo nedeljo. Da, z nami je Nejc Smodiš, pozdravljen. Pozdrav. Kako si na ta nedeljski večer, ki smo ga preživeli v obilici hrane? Tako nekako. Se še borim s prebavo. Ja, verjamem, mi smo se tudi, po mojem se je še tam malo, danes je neki veliki jedu, še nikoli tako na poti domov mu ni bilo všeč, da mora skrčen sedeti. Tako da, okej. Z Nejco se poznava, mislim, da zdaj prvič govoriva. Ja, več kot živijo. Več kot živijo, sigurno, ja. Malo se poznamo, hodila na isto šolo, Grm, ampak ti si bil 2 generacije starejši ali 3. Tako nekaj, ja. Ja, kjer letnik si? 84. Pol je 2 generacije, ja. Ale in se jaz spomnim, valjda, takrat smo, ta ŠKL je bil živ, pa tu pa smo hodili basket gledati, pa ste bili te velikani tam dol, ki ste igrali. V bistvu še ni bil ŠKL, veš, je bila normalna liga. Ja, tista občinska, ali kaj je bila, šolska občinska, in smo vas hodili tam mali gledati in tam ste bili ti, pa Matej Venta, pa Stakič je še bil, ne? Tako. Tež spomnim, pa Taraniš, pa ne vem, da vse je pač tam. Polkrat večina fantov šla v Krko pol tudi. Ja, cela ekipa od Krke je bila na Grmovsko. Tako, ja, takrat je bilo tako. Smo gledali s takimi očmi, jaz bi tudi, ne? In pol še te se šetate po šoli, tako da to se najbolj spomnim. Pa naprej pa politek, ne vem. Pa mislim, da spet, ki si začel ustvarjati, ki si začel tu malo bolj objavljati, po moje. Da sem malo vedel, pa vedel sem tudi, da čas si hodil sošolko z Doris mojo. Bravo, ti se dobro spominjaš. Ja, ona je bila sošolka, tako da tu še vem nekaj. To je pa to, kar vem. Ostalo pa, da si umetnik, da rišeš slike, oziroma tvoje izrazoslovje je, bom rekel, zanimivo, ampak jaz ga ne štekam, kaj zmeraj hočeš povedati, če sem iskren, ne. Tako da mi je the best, da boš danes malo več tem povedal. Ampak vseeno, ale. Definitivno se bomo tega dotaknili, če ne drugega smo imeli tle pred časom eno kaj če reč zdaj gospod, Miraje, ki je Nizozemka, ki živi v Novem mestu. In ona se tudi bavi umetnost, ampak drugače, ne prav. Ja, ona je ful dobro takrat razložila, se pravi, umetnost ti, če rišeš, še ne pomeni, da si umetnik, če znaš risati, ne. Se pravi, ona je rekla, ja, jaz znam risati, znam dobro risati, ampak nisem umetnica, ne. Ker je neka distinkcija, je rekla, ne, umetnik je ta, ki izraža iz sebe v nekaj, neko zgodbo, ne. Zdaj mi pa že iz ust jemlješ besede, daj vstav si. Ok, sorry. Ja, bolj da ti poveš, ne. Hecam se, vse super je. Ja, tako da mi je ful zanimivo, da zdaj imamo pa umetnika tle, ta, ki pa tu počne, tako da me res zanima, kaj boš povedal glede tega, ampak prvo se bomo dotaknili, vedno štartamo iz tega osnovnega vprašanja, ne. Kakšen si bil ti kot najstnik, kako si ti takrat doživljal najstništvo, kaj ti je delovalo, kaj ni, a ne? Vemo tudi, tako če malo poveva, imaš starejšega brata Matjaža, ki je ful uspešen košarkaš, me tudi zanima, če si iz te strani čutil, ja, tako, ne, Euroligo je, NBA ni, tako da ne vemo. Najmogoče. Ampak me tudi zanima, če si iz te strani kdaj kakšen pritisk čutil od kogarkoli. Ja, spet si vse povedal. Je vse očitno, se mi zdi. Najstniška leta so bila tipična, bom rekel, alkohol, punce, šport.
Drugače pa ja, težko je, mislim težko. V senci nekoga takega biti, pa probati isto stvar delati v življenju je kar izzivno. Sicer nimam s čim primerjati ali pa s kom, ne? Ampak ja, zmeraj je to ena taka velika senca, zmeraj loviš neke dosežke in se primerjaš in je izzivno. Drugače pa, kar se tiče samega viba takrat, če si v športu, si v športu. Veliko, je dosti tako, ne? Kar se tiče tudi poslušanja glasbe, kar se tiče ostalih stvari, ki so ti všeč in družbe in tako naprej. Ampak zmeraj je, nisem nikoli bil to jaz, če me razumeš. Zmeraj sem krepenel po več, zmeraj sem se čutil ukleščenega v neko subkulturo, katero nisem izbral mogoče je tako najbolj povedano, ampak greš v tistih stopinjah, greš tam, kjer je potencial, kjer te ljudje vidijo, ne, ker takrat si še premajhen, da bi razumel, kaj sploh pomeni, kaj boš počel v življenju. Ne. In pa to usmerjajo, ampak skozi sem čutil, da ni tu, srce ni bilo pri stvari. In slej ko prej je moglo početi. Tako da, ja. Ja, pa veš kaj, vse veš, jaz sem Febčen, pa malo zanimljiv super. V to ozadje. Spravi, ja, ki si rekel, da je moglo početi, kaj se je v tebi noter nabiralo, kako si to doživljal, ne? Ker veliko najstnikov gre čez to, da se sooča z nekimi pritiski, ok, ti si imel, rečemo tega, enega bolj unikatnih, ne? Ampak še zmeraj pritisk je pritisk, s tem se vsak sooča, da se ne počuti dobro, da se počuti mogoče nesposobnega, manj vrednega, karkoli. Kako si ti doživljal, da si pač bil v basketu, ne, ki ni bil, kot si zdaj povedal, neka res tvoja srčna izbira. Zelo zanimiva perspektiva moja je bila, ker biti dobro v eni stvari, celo na vrhunskem nivoju, ampak ne želeti tega, je zelo ena čudna situacija, v kateri sem se znašel. Spravi, skozi so me rinili, skozi so me podpirali z vseh strani, ampak jaz nisem bil zainteresiran, čisto preprosto, ker ni bilo v meni, nisem mogel tega izžarevati. In dokler je bila to samo tista otroška igra, dokler je bila zabava, dokler smo se družili, pa naravno delali stvari, ki so nam prišle, se pravi, brez nekega specifičnega treninga, pa priprav. Takrat je bilo vse super. Ko se pa enkrat to začne, bom rekel, odvijati v malo bolj profesionalno stvar, v malo bolj odraslo stvar, pa se mi zdi, da takrat sem vedel, da ni to zame. In tudi počutil sem se, če sem čisto iskren, ker enkrat sem že nehal vmes, pa sem potem spet začel po 2 letih. In zame je bil to občutek, kot da hodim, ne vem, kot da sem v zaporu. Vsak dan, ko sem se jaz rihtal za trening, vsak dan, ko sem torbo dal gor, jaz sem rekel, vse na svetu bi dal, da ne bi rabil na ta trening. Ker sem se dejansko počutil res pod bičem. In ni bilo zame. In sem vedel že, bom rekel, hmal v srednji šoli ali pa, no, ne bom rekel v osnovni, v srednji šoli, da lažem samega sebe, da ne morem dati 100% v to, da enostavno nisem to jaz. Nisem vedel, kaj bom počel ali pa kaj me bo izbralo, katera pot, ampak sigurno pa sem vedel, da jaz ne morem dati sebe v to, ker srce ni bilo pri stvari. In sem se res počutil pod takim pritiskom, da se je moglo nehati. Ja, mislim, ker po drugi strani ne smo pa tudi mlajši gledali, veš, ne, če primerjam sebe, pa mogoče še koga, ki bi rekel, kaj bi jaz, da imam njegovo višino, da lahko, veš, tukaj pač doskrat ljudje pogledamo, kaj bi dal, ne, da bi jaz lahko bil nečem, pa ker ni. Ampak vseeno, pa si imel dejansko ta pritisk tudi doma, ali obstaja samo v tvoji glavi? Te kdorkoli prav urinil noter je rekel, če ne boš basketa, ne, mislim, ultimati ali neke take stvari, ali... Ni bilo nikoli ultimatov, so bile samo predlogi, samo neko usmerjanje, lej, kaj imaš, zakaj ne bi izkoristil. Drugače pa od doma nikoli pritiska, še najmanj z Matjaževe strani. Je pa mene, bom rekel, malo zlomilo. Prvič sem doživel tak čustven moment, ko sem odločil se, da bom nehal, to je bilo, ne vem, pri 20-ih kdaj, ali pri 18-ih. In vsem je bilo cool, dejansko, ko sem ljudem povedal, dost imam, sem se počutil lažjega. Mi je breme padlo iz ramen. Ko sem pa jaz Matjaža klical na tisti dan, takrat mi je bilo pa res težko njemu reči in sem dobil cmok v grlu in sem rekel, ja. Nisem hotel, ampak enostavno me je zvilo. Sem rekel, ne bom več igral. Rekel, ok, stari, če te ne zanima. Čisto hladno. In mi je jasno, kva? Ker sem dejansko takrat videl,
da ni noben nikoli pritiskal name, ampak je bil res pritisk nekako zgrajen, no, ampak ne bom rekel, da je bil čist na mišlj. Je bil sigurno z okolice, tako bi si rekel, sovrstnikov, za tistih, kaj bi dal, če bi imel. Zato sem tudi jaz dostakrat rekel, če bi bila možnost, jaz bi z veseljem vzel tisto kartico, čipa, talento in bi dal nekomu drugemu. Vse, kar imam veze s športom, bi z veseljem podaril, ker dejansko sem dobil odpor do tega. Ja, no, se je mogoče tukaj tiči zajec, ne. Eni ljudje nismo dovzetni do določenih metod treniranja. In je na mentorju, je na učitelju prepoznati pristop, ki ga je dolžan dati. Ne moreš sam bičati vse pa pričakovati iste rezultate. Zdaj, mogoče je to naša generacija, mogoče smo milenici, kakorkoli, ampak jaz nisem mogel folgati na ta način vojaški. Jaz sem rabil nežno roko, pogovor in tako naprej. In sem pa hvala nekomu, ne vem komu, sem pa dojel že takrat, da ko sem nehal ponovati ljudje, pač tudi moji vrstniki ali pa znanci, zmeraj krivijo nekoga. Ta je tu naredil, ta je fuknil ven iz selekcije. Jaz sem pa nekako pri 18 nabral neke modrost, da sem rekel, ok, jaz sem se tako odločil. Prevzel odgovornost za to, da sem nehal in se razbremenil avtomatsko takoj. In pa sem primerjal se z drugimi kolegi, ki so že zmeraj vlekli, sem da fuknili ven, čak, jaz ne gojim teh zamer. Ne vem, kako sem že takrat bil dovolj pameten, da sem opustil kazanje s prstom na drugih, sem rekel, jaz sem tako odločil se, ker je meni bilo lažje, ker je zdaj lažje dih. Ok. Mislim, zanimivo, definitivno to je ena stvar, ki doskrat ne vemo, ali sploh od zunaj gledamo, vsi si mislimo, Matjaž, zihrga Matjaž, tam ful urine podpiramo, daje na svete, a veš, če kaj rabimo, on plača, ni panike, a veš, kaj mislim, pač realno povem, zunanja okolica, ne, in z tega mi je top, da tudi ti podeliš, kako je bilo dejansko, ker si ne predstavljam jaz, recimo, odraščati v senci brata, ki osvaja Euroligo, in ti imaš podobne talente in vsi vejo, da jih imaš, ti veš, da jih imaš, ampak ko tebe tu ne vleče, pa si še zmeraj tam noter. Je kar kočljivo, ja. Mislim, vsaka čas za to odločitev in si že takrat vedel, kaj bi drugega počel, si že takrat tu razvijal karkoli, ali takrat si bil pred enim praznim listom papirja? Ne vedoč sem to že razvijal celo osnovno šolo, se pravi, že v vrtcu risal skozi kemični svinčnik, na livcu, vse, veš, tam, kjer je čtivo, je bilo tudi risbice, več risbic. In ne vedoč sem dejansko razvijal tudi še en talent. In pol, ko je prišel do tega, kaj bom delal, itak sem polna tla, sem iskal službo v revozu in tako naprej, ne vem, kakšne gluposti. In pa se je pojavil nekje Seba, in me je vzel pod svoje okrilje in tako da rečem zdaj, da nisem jaz najdel umetnosti, ampak da je umetnost najdel me. Ampak, ok, če greva nazaj, odkje pa ta ljubezen do risanja? Pač svinčnik si prejel in si začel, ali se spomniš mogoče, da se je kaj zgodilo? Dejansko, jaz iskreno povedano, jaz sem mislil, da tam do konca osnovne šole, začetka, bom rekel srednje, ali pa ne tako daleč, ampak druga, si v višja stopnja nekje, 7., 8. razred. Jaz sem bil prepričan, da vse stvari, celo paleto talentov, ki jih imam jaz na voljo, da ima čisto vsak. Sprav, da vsi znamo šport, košarko, atletko, ne vem kaj, risati, pet. Jaz sem mislil, da imamo vsi isto paleto. Dejansko nisem se zavedal, koliko je to posebno, da imaš toliko talentov na lagerju. Tako da zelo mi je bilo čudno, ko sem enkrat začel, pa se to je nekaj unikatnega, to je nekaj, kar nima vsak, ampak jaz sem, ne vem, nisem nikoli mislil, da je to nekaj posebnega, da imaš vse te sposobnosti. Sorry, kaj je bilo vprašanje? Ne, odkje to risanje? Risal sem pa že skozi, veš, že iz vrtca, mislim, da ima mami spravljene še neke like, neke izrezane vojake, in potem ninja želve in karkoli je bilo aktualno takrat. In potem mislim, da je bil del mene, ravno zato, ker nisem mislil, da je talent, jaz sem to delal za dolg čas, veš, čečkaš eni rešujejo križanke med poukami, jaz sem pa čečkal. In enostavno sem mislil, da zdaj sem dojel, da je bila tu, da v prvi vrsti sem jemal to vedno kot neko terapijo, predtem sem jemal kot ustvarjanje, kot umetnost. Se pravi, v smislu, ko nekdo gre nabijati vrečo ali pa laufati, veš, daš ven tisto, kar moraš dati ven,
Mislim, da tu me skozi spremljalo z tega pogleda, ne, kot samo terapijo, da sem razbremenil se teh grozot, ki jih zdaj gledaš na slikah. Ja, okay, I got it. Zdaj mi malo bolj jasno. Ja, ampak si vedno risal to vrstno, kar zdaj? Ja, to je pa, prej si mi omenil, da ne razumeš, pa... Mislim, valjda ne razumem, ker nimam od avtorja, zdaj pa jaz si sam nekaj predstavljam, se mi pa ponavadi zdi, da da si zamišljam, kako je biti od Matjaža Brat. Ne bom vedel, kako je. A veš, kaj mislim? Razumem. Dobro, mogoče sama tematika, res vse je temačno, vse je lobanje krvi, hudički in tako naprej, ampak vpliv in generacije, v kateri smo odrasli, se pravi videoigrice, filmi, vse, kar vidiš, te definira delno, ostane s tabo, ne? In potem, kot filtriraš to ven, pride to na plan. Nikoli pa nisem, oziroma letos sem nazaj pogledal, bom rekel, v začetke svoje tiste prve risbene in sem dejansko dojel, kaj ljudje mislijo, ko rečejo, pizda, zakaj vse tako grozno pa temačno. Do te točke, dokler nisem pa nazaj pogledal, se mi pač delo, da je to čisto nekako neutralno. Še posebej, ker zdaj zadnja leta delam malo bolj barvne, malo bolj, no še zmeraj grozne stvari, ampak niso tako temačne. In pa, ko sem primerjal s tistimi črno-belimi, in se rekel, shit, ja, zdaj pa razumem. Ampak takrat pa nisem videl, da dajem kaj slabega ven. Tako da bom še enkrat rekel, moglo je ven, zaradi tega ni ostalo v meni, ampak ni pa, bom rekel, za nalašč, mogoče neko uporniško obdobje enkrat bilo, ne, veš, da za nalašč hočeš prestrašiti, šokirati ljudi, da dobiš pozornost, ampak ko zgubiš nekako potrebo, potem tudi tisto, kar pride naravno iz mene, je še zmeraj na tej osnovi, neka temačen pogled na vse skupaj. Ne bom pa rekel, da je temačno, ker jaz to enačim z akti in z tihožitjem. Ne. Meni je dejansko to lepo. To je Branko Šuster, naš učitelj, temu rekel, estetika grdega. Tako da, ja, ne vidim nič čudenega. Dejansko je pa vidim, tako kot sem rekel, da je zelo terapevtsko. Se pravi, da daš te hudiče ven, da potem se razbremeniš, da jih ne nosiš s sabo. No. The best, mislim. Kdorkoli jih rabiti na kakršenkoli način, ker ne škodi drugim, je definitivno dober. Yes. Če je umetnost to ena, in omenil si Branka Šustra, on je bil tudi moj učitelj likovne, pač vrhunski pedagog, ne, v tem je škoda zgubiti besed, ampak za njega, kako je on vplival na tvojo pot? Jaz Branko to rečem, da je on kriv za vse. Okay. V šali seveda, ampak tudi ne. Ko sem se pravi nehal se s košarko ukvarjati, pa sem hotel še ta drug talent probati, če bo kaj iz tega, sem itak še najprej do Braneta, ne, da me ima v smeru, pa sem rekel, če bi lahko me kaj mentoriral, vzel pod svoje okrilje, preko nec z veseljem, ampak šola, kakorkoli, obveznosti mu niso dovoljevale, me pa on poslal do Sebastiana, ne, Šeremeta, in midva se pa predsklikal. Iste motive sva delala, zelo hitro me je naučil svojih prijemov in tako naprej. Itak se največ naučiš, ko gledaš drugega, ko ustvarja, ne, bolj kot po teoriji in po ne vem čem. In tudi on me je potem pripravil za na akademijo in še zmeraj smo hodili do Braneta, veš, po material, po nasvete. Tako da on je bil, v bistvu, ko bi rekel, on je bil Sebastianu mentor, seba pa meni. Tako da nekako smo bili tako. Tako da ja, brez Braneta vprašanje, kje bi končal. Ja, definitivno vsak ima enega v lifeu, ki nekako v nekem ključnem trenutku vpliva. Sigurno. Tako da mogoče niti ne veš, da vpliva. Poksaj, če se malo še dotakneva tega najstništva in šole si izberal na podlagi česa? A nekaj to je en velik vidik, ne? Šola. Ne boš verjel, na podlagi tega, da bom čim več časa mu za šport. Ja, okej, kar je logično, ne? Tako je. Takrat, ker si bil vseeno, kljub temu, da si počutil kot v zaporu, si bil predan temu. Sem bil not, ja. Hočeš, nočeš. Ja. Sprav pol srednjo šolo si delal kjero? Srednjo šolo sem izbral trgovsko, zato da bom čim več časa. In so se mi vsi smejali, ne, kaj je s tabo narobe. Jaz sem pa mislil, da vem, kaj delam. Ja, rabim cajt. Itak sem luftal, nisem izkoriščal tega časa. Pa sem naredil še +2, se pravi, da imam neko ekonomsko 3+2. Pol sem, kot sem omenil, sem probal iti na likovno akademijo, sem se pripravil 1 leto s Sebatom, ampak tam nisem bil sprejet, tako da to je to, kar se mojega uradnega šolanja tiče.
Okay. Ja, se pravi, ti si nehal in potem si prišel pod sebe to okrilje in si probal iti na likovno akademijo in ker nisi bil sprejet. Kako si se s tem soočil? Groza, stari, groza. Samo da pozdravim, mislim, JP živijo, je rekla, on je bil tudi moj eden najljubših za Branka Šustra, pa Derain je tle živijo, Derain. Ja, kako je bilo za tebe? Eno leto se prepravljaš na akademijo, končno si pogruntil, kaj bi rad delal, ampak vseeno, da še mogoče en korak prej. Kako je bilo to za tebe, ki si se začel s tem ukvarjati, ki te sebe vzel pod okrilje, ki si začel dajati sebe ven na platnu, rečemo temu malo bolj zares. Super. Dobiš veš tisti elan, tisti zalet, tisto vnemo dobiš nazaj, da vidiš, ok, nisem tle zato, ker nekdo drug misli, da bi mogel biti, ampak ker dejansko čutim, da to, kar delam, je prav. In dobiš res ponovno se angažiraš za neko stvar in se vložiš 100% in je ekstaza, vse ni druga besede. Ko si tam, ko moraš biti, ne? Ja, pa bi rekel, da prej, ne, ker sem rekel, ne, pač vodim delavnice za najstnike, tudi glih zdaj na gimnaziji jih delamo. Pa dosti, da mi vprašanje, ne, kaj je smisel življenja, jaz ne vidim smisla, pač dolg čas je, vse je brez veze, ne. Si tudi ti tako doživljal čas, preden si najdu tu, kljub temu, da si imel in šport in vse. In mogoče, če imaš kakšen tip za najstnike, ki grejo čez to, ne? Sigurno sem isto doživljal, pa ne samo takrat, tudi zdaj, bom rekel, do pred parih let. Tip je pa to, da takrat smo prepametni, ne? Takrat ne vemo, česar ne vemo. In vsaka pomoč je dejansko zakamuflirana v nekaj drugega, v agresijo pa napad na nekaj, kar mislimo, da smo. Se pravi, mi pri 15, 20, kakorkoli, mislimo, da vemo vse, mislimo, da vemo, kdo smo, čeprav ne vemo nič o življenju in še manj o sebi. Tako da ja, če bi rekel, en tip je to, da spustite ta ščit, ta ego, ki vas brani pred novimi informacijami. Ker če je ena stvar, problem je to, da nismo izobraženi. Se pravi, ne šolsko, ampak o tem, o naši notranjosti, o glavi, o odraščanju, o človečnosti na splošno. Se pravi, itak je tu posledica okolja. Ne? Vse stremi v to, da človek ne bo razmišljal, ampak da bo delal po Bogu, ne? In normalno, da potem te to potegne not in če čutiš drugače, si čuden, kot sem bil jaz, kot verjetno tudi ti, marsikdo. Tako da izobražujte se ven iz šole. Ok. Ja, ampak ti se nisi, ne? Sprav, kako si pol... Ja, jaz se nisem. Jaz sem bil prepričan, da pač, kako si rekel, vse je bedno, ni vredno živeti, ne vem kaj, ampak to je zgolj zaradi tega, ker sem imel samo te informacije vse. Se pravi, ker sem gledal negativo, ker sem izkusil negativo in nisem vedel, da imam izbiro dejansko izkusiti stvari, ki jih še ne poznam. Ne? In to je ta safety, kako se reče, cona udobja. Se pravi, vse je povezano, vse je del istega problema in mi imamo moč izbire ven stopiti iz tle in narediti nekaj zase. Ne? Ja, res je. To je tudi nekaj, kar jim jaz govorim. Ja, lahko si tle, ker, a veš, v prvem letniku se sekera, ker ne ve, kam bi se vpisal, kaj bi šel naprej. Pol jih na nek način pomirim s tem, rečem, 3 leta imaš, ok. To, ker boš izpolnil papir, kam boš šel naprej. Se pravi, zdaj, lahko 3 leta se sekeraš, kam bom šel, jaz ne vem, kam bi šel, ali? In ne boš nič izkusil, kot si ti rekel, lahko pa greš ven, pa se zavedaš 15 star, uživaj, raziskuj. Vse to je, ja. Kje boš najdel svoj passion, strast. Tudi če ga ne boš, ni konc sveta. Ne, važno, da je keep trying, ne, sem tu je, veš. Da ne obupaš, da overa je pot, veš. Da greš čez. Ok. In potem si rekel, si najdel to umetnost, si naredil ta korak in umetnost najdla mene. Ja, umetnost je najdla, pardon. Ja, ampak vidiš, še zmeraj je problem bil tak, da moj mindset je bil še zmeraj tisto od športnika, ne, tisto od Matjaževega brata, veš. Tisto, ki ga bojo vsi po stran gledali, ko jim bo povedal, ne ukvarjam se več s košarko, čeprav sem tak, ampak rišem. Ne. Dejansko sem tudi imel par takih izziv, da sem je folk smel v faco, pa čakal, da bom rekel, zabavam se. Ne. Tako da še zmeraj moj mindset je bil, mislim, prestrašen sem bil še vedno. Tresel sem se. Točno tu me zanima. Ja, absolutno. In to ima vse, veš, samozavest treba zgraditi. Samozavest treba zgraditi in noben drug je ne bo, ker noben dobi toliko velike količine komplimentov pa podpore od zunaj, da bi ga lahko držalo gor.
zato si dolžen sam sebi zgraditi samozavest. Se pravi, ful zanimivo si povedal, se pravi, nehaš basket, najdeš svojo strast, ono, kar te napaja, kot si rekel, ta občutek ekstaze, ti si tu in tu, jaz zdaj vem, jaz zdaj grem. In še zmeraj, ker greš peš po ulici, srečaš ljudi, ki te poznajo, si rekel, pač prestrašen, se na nek način treseš. Absolutno. Res je, čudno obdobje. Ja, dejansko mislim prvi svaka čas, da si šučestvo, ker veliko ljudi se pol upogne, pa gre delati v neko firmo, pa pač tam rine. Vse sem bil milimeter stran, pa ne samo enkrat. Ja, kaj pa je botrovalo temu, da si bil milimetre stran? Veš, ups and downs, ne? Življenje je ups and downs. Srčni utrip, ne? Tako. In na določeni točki prideš tako nizko, da zgubiš smisel. In še enkrat se bom vrnil na samozavest, ali pa raje rečem temu samo ljubezen. Če ti ne vidiš, se pravi, zvezdic v tem, kar počneš, ne? In če čakaš zunanjo potrditev konstantno, boš zmeraj bo tank skozi prazen tvoj, ne? Zato treba samo vrednost nekako vzpostaviti, oddati kot eno od prioritet v svoje življenje. In ne čakati, da bo nek drug potrdil, pa dovolil ti, da lahko nekaj delaš, ampak dejansko se fokusirati na sebe. Ne? Vse tiste prste, ki kažeš, tako jih obrneš na sebe, vemo, ne? Obrneš na se, rešuješ probleme, ki te motijo zunaj, znotraj sebe. Kaj so bili tvoji koraki do te samozavesti? Koraki so čisto preprosto z eno besedo samo ljubezen. In tukaj bi rekel pa, da se lotiš tega z avtosugestijo, ker itak, vsi se veš bojijo te besede, avtosugestijo, čist zlajderno že, da bo tiho, ne? Ampak dejstvo je, da kaj pa je kontrastvar avtosugestiji? Je sugestija. Kaj pa je sugestija? Je pa vse, kar slišiš na televiziji, na Facebooku od drugih ljudi. Se pravi, vse, kar ti nekdo govori, vse, kar ti nekdo predlaga, je sugestija, suggestion, vse je logično. In ti moraš biti dovolj močan, da sam sebi sugeriraš besede, ki jih ti potrebuješ. Se razumemo? Ker drugače samo poslušaš zunanji vir informacij in tvoj podzavestni se fila s temi informacijami. In to je všečki. Tako, in vse, nasplošno, ne govorim samo o socialnih medijih, vse, tvoja cela interakcija s svetom, če ne bazira na tem, da si ti sam sebi dovolj pomemben, da si daš to ljubezen, po katerih hrepeniš, potem ne moreš pričakovati, da boš komu drugemu. Ne bi mogel boljš povedati in totalno se strinjam. Ker tu je to, ne. Jaz jim rečem, ena simple vaja je za začetek samo ljubezni, ne, je, ko priješ go izpod tuša, sedaj pred ogledalo in si 10krat reči, te imam. Bravo, stari. Osebi v ogledalo, veš. Oziroma tuk časa, dokler ti oseba v ogledalo ne verjame. Bravo. Iz ust si mi vzel. Moji kolegi ti bojo povedali, iz ust si mi vzel. To jaz skozi govorim o demu sebi. Ker je, ne. Ja, je, stari, tako preprosto je. Samo, če ti ne boš to naredil, noben drug ne bo. In ne dajaš razloga nobenemu drugemu, da to naredi. Exactly. Saj vemo, pol oba dva na isti noti so, ne. Če sebe nimaš rad, imaš težko reči drugi rad. Oziroma nemogoče je. Nemogoče, veš kaj je problem? Jaz sem to dojel, da če ne daš te ljubezni sam sebi na prvo mesto, ti dejansko zapiraš vrata zunanji ljubezni. To je pa še večji problem, ker ne znaš sprejeti nekoga, ki ti reče, lep si, rad te imam, kako če sam sebe nimam, da je odjebi človek, ne? In avtomatsko adakta daš. Se pravi, ne sprejemaš tega, kar itak rabiš in ne sprejemaš zaradi sebe. Ja, in po drugi strani pa ful hrepeniš potem. Pa kaj dobiš, pa vržeš v smeti. Vržeš, ker ne ceniš, ker ne veš, kaj to je. Ja, exactly. Tam sva. Eno leto se pripravljaš na akademijo, rekel si sam, v ekstazi si, tu je tu, pripravljaš se, top shit, Seba ti je mentor, Branko ti je mentor, dva res tako priznana, rečemo temu, umetnika, in super človeka. Ja, pač, za enega definitivno vem, za sebe ta pač verjamem tebe. Zdaj veš za oba. Tako da, in pa greš tam, na teste si rekel in nisi bil sprejet. Tako. Kako se soočaš s takim, rečem temu konkretno, je bil tu fail, a ne? Tu je... Ja, vidiš, takrat sem na to gledal kot fail. Danes na to gledam kot nagrado, priložnost in lekcijo. Ja, verjamem, ampak takrat... Takrat je pa tako, se pravi, eno leto se pripravljaš, hrepeniš potem, čutiš v kosteh, da je to zate.
In potem prideš tja, si 4 dni na tem testiranju in potem, oziroma 2 kroga, najprej daš svojo mapo, te pokličejo, če prideš v drugi krog, potem si par dni v Ljubljani, rišeš tam na akademiji in potem čez en čas dobiš samo odgovor ja ali ne. Kar je mene najbolj zmotilo. Se pravi, nobene utemeljitve, zakaj ja, zakaj ne, nobenega predloga, se pravi, mlademu človeku, kaj sem tu, 18, 20, ne vem, koliko sem bil star. Veš, in to je tisti problem, ker ti ne utemeljijo, zakaj ne, kaj delaš narobe, kaj delaš prav. To je tisto, kar je mene motilo. Ne, da nisem bil sprejet, ker itak folk pravi, 2-3 moraš probati. Ampak, ko ti ne dajo nič oprijemljivega, takrat si pa res unulebdiš, si pa čisto izgubljen, kaj se dogaja. Sploh ne nimaš se na kaj uprt. Tako da k sreči ali k usodi pa je Seba bil že tam takrat, že 1 leto in je pa rekel, ok, ni problema, jaz tudi nisem bil sprejet, prid z mano. In me je začel voziti na svoje delo, poslikave sten, naročila mi je dal svoje. Dejansko je bil nekako moj mentor in šef, no, če tako temu rečemo. In me je naučil predvsem da samozavesti, da stojim za svojim delom. Ne moram reči, da me naučil ful vsega, ampak pač naučil me vsega, kar zna, ampak predvsem v prvo vrsto bi dal tu, da mi je dal tisti self-confidence. Glede, tu ne govorim o tem, ko sem zdaj počutil glede sebe, jaz sem še zmeraj drugje. Ampak glede mojega dela, glede slik, mi je pa dosti me je napumpal, da mi je dal vedeti, ti si šef svoje slike, tvoja zgodba je važna, tvoj pogled, dovolj si močan, bla, 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 da mi je dal samozavest, da stojim za svojimi deli. Bolano. Yes. Vsi si tu želimo, ali, če smo iskreni, nekoga, ki ti tu da v življenju. Sam ti ne random, ful so mi všeč streami še tako naprej. Thanks, še bomo šopali dalje, goste imamo potrjene do konca maja. BP. Pa še zdaj sem še 2 celo za 3 za angleške spet potrdil, ker čas nismo imeli, ker pač malo težje najdeti goste zame, s katerimi imam tu angleščino, pa zdaj smo jih. Tako da, buckle up, it's gonna be a bumpy ride. Ok, in ker imaš še enega tazga ob sebi, ki ti da samozavest v tvojo delo, in naročila in tako naprej. In pol, kar mene zanima, je, ok, si mlad človek, dobivaš naročila, vseeno pač, to zdaj direkt vprašal, pač kako finančno preživiš znotraj tega posla, sploh rečem temu, ajde, vem, da so ljudje, ki jih zanima, ki jim je všeč tvoje izražanje, jaz te ne bi nikoli naročil, da mi poslikaš delo, ok, bodo iskrena, absolutno. Tazga. To slišim vsak dan. Ja, mogoče zdaj po tej oddaji, ki mi razložiš malo, ki boš še povedal malo več o temu, pa why not, ampak vseeno, okay. Si predstavljaš, da imam zdaj pol leta starega sinčka in kakšno je tvoje slike, ne vem. Ja, imaš prav, ampak vseeno, kako si finančno folgo tu, ker tle je vedno bo tu in me zdaj zanima tudi tako, da mogoče razčistimo za vse, koliko ti je pač brat pri tem pomagal, ali nič, ali ne. Ogromno. Okay. Brez njega bi težko ne hodil na ših, tako bom rekel. Se pravi, najprej, ko sem začel sebati, itak sem še doma živel, takrat ni bilo problema s financami. Pa, ko počasi vidiš, zdaj bo pa treba nekaj začeti migati in pol zdaj, ali tukaj različna naročila delati, da ugajajo ljudem, kot praviš, razne zidance, portrete in tako naprej. Pač vse tu daš čez, največ sem takrat delal karikature, pa tudi kakšno zidanco, ne vem, če sem, ampak take stvari, do katerih sem imel odpor. In potem enostavno sem se zmeraj obrnil na Matjaža za vsak projekt, da mi je pomagal. In on ravno tako kot ti ne razume mojega izražanja, ampak seveda rekel, seveda bom vložil v tvoj projekt, verjamem v to. Mi je dejansko zaupal, čez videno, se pravi, on je videl pošasti, jaz sem obljubil več in rekel, ok, bom ti dal. In smo vse realizirali, tudi pri Sokolcu nam je ogromno pomagal, z vsemi projekti, od maškarad do koncertov, do you name it, vse. Tako da ja, še zmeraj mi pomaga, še zmeraj vlaga vame, zelo sem ponosen na to. In drugače pa težko se preživi.
Predvsem pri nas težko se preživi samo iz tega. Se pravi, imam še nekaj dohodka iz glasbenega področja, potem se eno stanovanje, pač sem oddajal pa tako naprej. Tako da treba kar malo zobe stisniti pa štukati skupaj. Ja, veš, zakaj si to vprašal, ker so tam zunaj, ki si mislijo, lahko v njemu tudi dela, ki ima brata tazga, ne? Normalno. In kako se pa s tem si se soočal ali pa se zdaj Absolutno. Tu me je, jaz sem bil se pravi, sem bil eden od unih, ki je tu govoril sam sebi. Jaz sem sam sebe bičil zaradi tega. Jaz sem si učitil tu na vsakem koraku. Lako tebi. In to, ker ne znaš poslušati zgodbic v svoji glavi, trpiš z znor. Ker ponavljaš čisto vsako negativno stvar, na katero se ego zakoči, ko slišiš take stvari. In to, ker nisem tega rešil, sem trpel vsak dan. In se gledal skozi oči tistih, ki lahko njemu. Ko sem pa tu predelal, zdaj pa jemljem tu kot darilo, kot blessing, se zahvalim vsak dan za njegovo pomoč. In tudi tu me je on naučil, rekel, lej stari, za podarjeno se sem zahval, neč drugega in gremo dalje. Tako da ne, veš kako un polover iz volne, veš, če začneš nitko vleč, boš celega razdaril, tako da ene nitke se pusti primer, pa se zahvali, da so. The best. Mislim ne, ker pač tudi je svoj vrsten pritisk in kako si rekel, najhuj je pa ta v glavi, veš, ker jaz imam iskreno dosti podobno, ne. Šesko gledam, doma so me vedno podpirali, pa kljub temu. No se le, dajte ustavim, sem pri tem. Viš, pazi, le v kakšnem svetu živimo. Mi bi zdaj mogli, če bi zdaj na podlagi teh ljudi, ki tu očitajo, mi bi mogli zdaj narediti kaj? Zanikati pomoč od ljubljenih, ker nam hoče pomagati v karieri, pa se skregati z njimi preč, ne bom vzel, pa ponos fura. Razumeš? Do tega te pripravijo, če se ne upreš v svoji glavi. Pa daj stari, razumeš, brigaj se zase. Čisto preprosto, brigaj se zase. Jaz se ne vtikam v tvoj life, zakaj se ti v mojega? Niti približno na kraj pameti mi ne pride, da bi jaz šel preverjati, kako ti dobiš denar, da lahko živiš. Meni je to nekaj najbolj patetičnega v življenju. Jaz sprejmem vse ljudi, kakor so, če imajo kaj ali pa ne. The best. In kar sem se jaz hotel navezati, je, da jaz podobno sem se sam sebe, pa mi ni nikoli noben drug, veš, in se tle čist, pa ki so me starši podpirali, pol pač sem se spoznal z Uršo, ki je pač po poklicu odvetnica, ima dobro plačo, pač. Odlično. A veš, jaz iskreno nisem toliko zaslužil, pa svoj avto kupila, ki je moj sanjski avto, pač takrat eden od sanjskih Mazda 6, in vseeno pač novega, ni poceni, in pač je ona večino financirala, ali pa vse dejansko je ona financirala, da smo čisto iskreni, ker jaz ga ne bi kupil še par let, najbrž ne. Super, pohvalno. In ona je bila okej s tem. Jaz nisem bil okej s tem, nisem mogel sprejeti, jaz sem bil, okej, cool. Ampak, ki sem jaz hodil do avta, je bilo meni tako, okej, zdaj vozim, kot da od enega drugega vozim avto. Kot da si ukrov. Ja, glik da ne, dokler sem začel dokler se nisem rekel, ne človek, pač, delaš dobre stvari, you deserve it. Dokler se nisem začel tu govoriti, ne. Točno to. Ker na drugi strani sem si govoril, ker sem jaz izkoriščeval. Točno to, vidiš. Ti si bil tvoj hater. Ja, exactly. Jaz sem bil ki si izkoriščam ljudi okrog sebe. Viš, to so te zgodbice, ki te definirajo, stari. Te, ki si govoriš sam, te definirajo. Imamo jih pa moč ustaviti. Exactly, tu pa je res. Zamenjati za nečem, ker ta je automatic way, ti daš pa noter creating. Bravo, me veseli, da se zastopim. Ja, valjda da se, da veš. In, ampak vseeno, da se vrneva nazaj na tebe, takrat si to dojel kot padec, dobil si in pol si, kako si se s tem soočil, a veš, ajde, sebe ti je rekel, pet boš šel z mano naročila, drugo, imel si podporo, ampak vseeno, to je bila ena ful velika želja, v primerjavi športnikom na nek način, kakor da hočeš osvojiti neko prvenstvo, da boš šel next level, rečva, evo, zdaj osvojim Euroligo, da grem pol NBA, recimo, če primerjava z basketom, in pol ne osvojiš Eurolige in ni NBA. Kako si ti, vrnil se bom na tisto stvar, ki sem rekel prej, ko sem košarko opustil, sem že iz štarta dojel, da je bila moja izbira, da je vse tako, kako mora biti. Ne vem, od kje mi to modrost takrat. In potem se mi zdi, ko nisem bil sprejet na akademijo, se mi zdi, da ni bil tak šok, kot da bi izgubil Euroligo. Razumeš? Ker sem imel še zmeraj sebe, to obseb, ki je verjel vame,
Še zmeraj sem imel ljudi, se pravi domače, ki so me podpirali, karkoli se bom dal, so me podpirali. In nekako je bilo to, ok, želel sem si iti, ampak če nisem bil sprejet, že ni namenjeno. In si nisem očital, nisem bil žalosten, ker itak sva sebe tam predzalaufala, verjetno že v naslednjem mestu sem jaz bil že njegov in smo na 120-150% risala vsak dan. Tako da ni bil glih tistega padca, bom rekel, iz nesprejetja, ampak je bil padec pa hmal naprej, veš, zaradi tega, ker sem imel že delo takrat. Ampak ja, ni tako bom significant očitno. Zdaj sem te pa ne slišam. Pardon. Zdaj? Ja, ok. Se pravi, ta padec očitno ni bil tako significant, pomemben, ampak verjetno mi je bilo več verjetno tudi, da sem že na tej poti ustvarjanja, pa naj bo ta tak ali drugačen stvar, po šolski, po uradni, po akademski ali po altr. Da ni bilo več poanta kako, ampak kaj. The best. In pa si rekel, pa si risal vse možno, Matjaž je podpiral, pač si rekel tvoje projekte in... Absolutno. Ja, zato ker slika mi je tako, ne. Slika je dohodek čudovit, ampak je pa nereden. Se pravi, jaz ne moram reči, ok, vsak mesec bom imel 3 slike, 2 tatuja, pa en cover za CD, ne, veš. Jaz ne moram, noben mi te pogodbe ni dal, ne. Tako da včasih je vrhunsko, pa je pa pol leta nič, ne. Pa je pa zatišje, pa spet 2 meseca se ful dobro zasluži, pa to naročilo, pa pa spet en mesec nič, en mesec ja, 2 meseca nič, ne. To je tisto. To je problem, ker je... Neredno še. Bravo, lepa. Ne, še, a ne. Tako, še. Zmeraj dodaj še, to je pozitiven vibe, je pa negativen. Ja, pač zmeraj lahko pogledaš, kaj lahko naredim, da bo, ali pa, bogi jaz. Bravo, no victim. Exactly. Ok, in ko me pa saj zanima, zdaj sva tam nekje, rečeva, koliko si, 22-23 let star, ne? Tako, bravo. In kaj se je pol dogajalo? Kako si prišel do tega, da so ti ljudje rekli, mi narišeš tatu, mi narišeš CD, mi narišeš sliko, ajde pač eno so ta naročila, ampak... Zelo dobro vprašanje. Dejansko se mi zdi, da kako si prav vprašal, če sem bil celo življenje v risanju, očitno sem bil, ker ljudje so že, pred ko sem se vrgel tu, ali pa še prej, so že hoteli nekaj od mene. Spomnim se, sošolci v srednji imajo, ogromno sošolcev moje risbice, so mi jih zanj rekel. In jaz se tega, zdi se mi, kot da že takrat so gledali name kot nekoga, ki bo delal nekaj tazga, ali pa vse v neki tej smeri, in je sam prešaltalo se pravi, iz nekega športa, v zdaj to delam, in je pred začelo prihajati. In pa, ko so videli pač Sokolci aktiviral pol razstave, dogodke in naprej, in prepoznavnost in razstave drugje, po drugih mestih in se pravi. Pa tudi, bom rekel, ustno izročilo je tudi zelo močno, ne, itak najmočnejša reklama. In ko nekaj narediš za nekoga, pa naj bo to izdelek zase govori. Ko nekdo nekaj vidi, kje si to dolgo, se veš, to je najboljše. Ker je zelo težko danes opažam tekmovati online z bilo kom, ne, veš, tudi če delaš nekaj pristnega, moraš se veš tekmovati z vsemi ritkami in z vsemi neumnostmi in komedijami in ne vem kaj vse, da sploh prideš bližji ljudem. I got it. Štekam čist. Ker pač so te, kar jaz delam, moji streami, razen gaminga, so neki drugačni. In pač tudi še nimajo, ampak srečalo je to investicija v prihodnost. Prišel bo dan, ki bo folk to prepoznal in bo rad to gledal, ker... Ja, pač. Super. Ampak, z vsakim gostom, z vsakim viewerjem, ki do zdaj ni bil tle, se to nadaljuje. Ja, in definitivno je tu tam zunaj, pač ja. Ampak, če pa ne daš ven, ne, pa niti si ne daš opcije uspeti, veš. Sam bretaš, če ne delaš tega. Točno to. Ti lahko želiš ne vem kaj, ampak če ti narediš tistega prvega koraka v neznano, bo ostalo ideja in to je to. Ok, veš kaj me zanima, pol si rekel pod Sokolco, jaz ne poznam zgodbe Sokolca, čeprav sem iz Novega mesta, veš kaj mislim. In zmeraj so na nek način, če sem iskren, sem bil bolj tako meščansko, pa ja, tam so neki alternativci, kvazi umetniki, neki drugo, a veš kaj mislim. Pač po mojem, kar večina Novega mesta ali pa... Tudi jaz sem bil tega mnenja, ne boš verjel. Ja, ali? Ok, nisem vedel, ampak na nek način mi je tako se zdi, da smo bili več ali manj vsi, ki nismo bili vpeti noter, a ne? Dokler nisi vpet noter, dokler ne padaš, a ne? Bravo, ja, vse to.
bil sem samo enkrat noter na enem koncertu, pa mi je kar tako bilo. Ne vem, presenečen sem bil, da folku tu toliko dogaja, če sem iskren. Vcej so bili katastrofalni takrat, ne vem, več sem izhodil, ne vem, če sem danes pomislim, sem po moje razmišljal, kaj jim toliko dogaja, tle, da bi, veš, da bi probal, da vsaj vidiš, probaš razumeti, ne. Tako da, zdaj zanima, ti si tudi rekel, da si bil podobnega in kaj si pol videl, da si rekel, okej, narobe sem imel. Sigurno, jaz sem to stavbo zmeraj gledal kot ghost house, veš, kaj mislim. Ja, exactly. Sem prišel mimo, kjer nikoli ne bi šel not za ne vem koliko denarja, ne. Pa ko dobiš en drug pogled na to stavbo, ko recimo smo šli do Pezla, takrat on je bil direktor KC-ja, pa smo rekli, da smo slikari, če bi se dal kakšen prostor dobiti, ne. Veš, in pa dobiš ključe in greš not pogledati in se ti razblin se tisti ghost house, ne. In pol, če dali več ljudi, ki je prihajalo, je enostavno se scena začela, hiša začela živeti, hiša je dobila utrip, več ljudi, ko je bilo več idej in potem smo začeli ustvarjati tudi javne evente v sodelovanju z občino, kot so karnevali in tako naprej. In je zadeva živela, ne. In tukaj verjetno ti pa ni jasno, je bilo pa to, da kljub neurejenim sanitarijam in prahu in ne vem kakšnim stvarem, je tista svoboda, ki si jo noter imel, stran od inštitucije, taka drugačna, je odtehtala vse to nesnago. Ja, se pa po drugi strani se jaz sprašujem, pa zakaj niste prijeli pa še to spuca? A veš, kaj mislim? Saj verjetno si na slab dan prišel. Ne vem, pač, saj itak je bil nek koncert, tako da, veš, tako da verjetno... Pa sploh. Ja. Ok, ampak vseeno je ta ena fama okrog, kako ste vi to doživeli, ker ste bili noter, ne? Pa vseeno, če si hodil po mestu, so večina mesta, bi skoraj da ne rekel, tako si ti rekel, ghost house, se zagražali na tisto stavbo, ne? Tam noter so neki junki, ne, narkomani, vsi zadeti in pijani in nadrogirani, ne? Zdaj ti povej od znotraj realno stanje. Realno stanje je, da znotraj stavbe ni bilo čisto nič več alkohola ali pa bilo katere druge substance, kot v povprečni gostilni. To kot temu. Je bilo pa veliko več ustvarjanja, veliko več druženja, veliko več ljubezni, veliko več razumevanja, veliko več odprtosti. Ja, in kaj je bilo pol, ker so ta vaš dom so dejansko vzela, ne? Ne, čakaj, vidiš, niso vzeli, ne? Dejansko je bilo čist preprosto, črno na belem, tam smo bili vedno začasni. In vsi smo se nekje v koru zavedali, da je to darilo in smo probali pač največ narediti iz tega, kakor v času, ko je skrnani dan, ker nekoč bomo mogli ven. Tako da niso nič vzeli, ker ni bilo njihovega. Mogoče edini problem je bil, ker pristop ni bil glih tak, kakor bi ga jaz izvajal nad umetniki, sem to je, ne. Ja, ne, ker bi sem v medijih je bilo dosti surovo. No, saj si vse povedal, v medijih. Ja, pa zaradi tega me zanima, behind, ne, ker v medijih je bilo tako prikazano, kot da se vi ne zavedate, da boste mogli enkrat iti ven, ne, če sem iskren, ne. No, saj lej, če bi tale intervju, mislim, če bi nekdo mene dotično vprašal direkt, bi ti tako povedal, ampak ker je pa to vse, me slišiš? Ja, slišim. Ker je pa to vse posplošeno in veš, ena zgodba potem predstavlja vseh 20-30 kakorkoli ljudi uporabnikov, potem pa itak, da mediji naredijo pa svoje, tako da je zanimivo zabrati. Ampak mene osebno, kar je motilo, vse ne da me moče, zdaj jaz imam čudovite spomine na to hišo, zmeraj bom gledal z ljubeznijo nazaj, ampak gre se pa za pristop, se pravi, jaz se dam v vlogo nekoga, ki je lastnik hiše in ima opravko z nekom, kot sem jaz. In jaz naj pod nobenim pogojem se tako nizko spustil, kot so se oni, sem to. Drugače pa razumem, sprejmem, vaše je, ampak z ljudmi se ne dela tako. Še posebej z nekom, s kakomer si sodeloval, pa si kao v dobrih odnosih. Veš, zdaj kravata gor ali pa dol, to ni način. Ok, ne bo se dotikala več tega, ker na koncu... Tako, hvala. Me zanima, kam si šel ti pol? Vseeno, tam si imel na nek način tudi na nek način svoj atelje, da bi temu rekel. Kam si ga pol preselil? Jaz sem prešaltal, se pravi, na digitalno ustvarjanje, nekje na polovici, ali pa v zadnji tretjini, dokler je bil še Sokolc, dokler smo imeli dostop. In potem zame, jaz sem že prej svoj prostor, sem
rekel, lejte, če kdo rab za slikati, jaz sem to dam, ni problema, jaz lahko rišem kjerkoli. Sede, leže v avtu, v zuni. In sem še takrat se že odpovedal svojega ateljeja, tako da nisem nikoli bil odvisen od prostora. Če pa že rišem kaj konkretnega, pa doma vržeš platno na stojalo. To res ni zmanj problem. Tako da, ja. Okay. Zdaj boš več povedal. Enex, hvala za follow. Welcome to the JP fam. Ok, zakaj si šel pol na digitalno? Vseeno, pač si tam rišeš te slike. Mislim, da so imel si par razstav, ne bom pa rekel. Si imel v kakšnem lokalu v mestu so razstav svoje? Ja, v ene 2-3 zikr. Ja, mislim, da v enem. Si imel da v Berblarni, nisem. Ja, sem imel, bravo. Si imel, ja, ok. Ti za dobro spominjaš, stari. Ja, veš, kako pol nazaj si čakaj, enkrat so bile neke slike. Ja. Tako, imaš prav. Ja, the best. Ok, in pol digitalno, kaj? Iskreno, če se malo več te umetnosti dotakneva, se pravi, če greva zdaj konkretno na tvoj način, ki si ga izbral, če malo več opišeš, zakaj ta način, pa kakšne so dejansko tehnike tega, ker pač mi ne vemo. Veš, kaj jaz gledam, meni se zdi, ok, zdaj narisal eno pošast, malo lepšo, kot jo nariše 6-letni otrok, ker riše pošasti, pač, veš, je malo bolj dodelana vica, da je v detajle dodelana, ampak še zmeraj je tu pošast, in pol. Torej, ja, prešaltil sem v prvi vrsti zaradi tega, ker, ko si rekel, moji motivi se glih niso prodajali, in na eni točki sem imel dejansko skladišče slik, uokvirjenih že ali pa ne, in to je bilo polna klet, nisi imel kam stopiti. In pol sem razmišljal, ok, očitno nekaj treba spremeniti. In sem rekel, bom probal. Mi je pa dosti ljudi svetovalo digitalno, ker so pač na podlagi mojega stila in tega, kar se dogaja v digitalnem svetu, z vsem character artom in igralnim kartami in igrcem in tako naprej. So me že dolgo vlekli za rokav, dej probi tu. In pa se mi takrat na točki zdaj lokele. Očitno je tako namenjeno in sem probal ta iPad. In sem se zelo love at first sight bil. In kaj so pa benefiti tega, pa hočem reči, kar naenkrat, ampak s tem, da moraš imeti neko osnovo, seveda, ne moreš ti iz nule, tako kot folk pride, jaz si bom tu kupil pa tu in zdaj bom jaz tako kot ti risal ali pa še boljše. Lahko probaš, ampak brez tega, da boš ti par let risal s svinčnikom, s kemikom, z akrilom, s čopiči, s črnilom, karkoli. Dal ta kurs, šnel kurs, lahko tudi dal čez. Je džabe, je brez veze, tablice si kupiti, pa ne vem kakšne dlančnike, pa ne vem kaj. Je pa, ko imaš pa eno kot osnovo, je pa tu, bom rekel, iz črno-belega filma v futurističen, razumeš, Marvel svet. Okay. Ja, tako, neverjetno. Bom rekel, izražanje, veš, ko nek sifon dobiš in lahko kar stisneš ven hitrej, bolj praktično, lažje, predvsem pa, mislim, jaz se probam ne posluževati za digitalnimi efekti, ampak slikam nekako tako, kot bi slikal na platnu v zoni, se pravi, v realnosti. In še zmeraj kljub temu, da je tu malo bolj počasneje, kot če bi, bom rekel, bolj dizajnersko delo, pa klikov, pa filov, pa color fill, pa saturation imenov, pa tako naprej. Še zmeraj je taka prednost, da, se pravi, vesolje, to je novo vesolje se ti odpre, s tem, da moraš imeti malo podlage, no. Je pa dobro, ker potem lahko vse te stvari, ki se naučiš tam, neseš nazaj na druge tehnike. Mislim, se to velja za vsako. Ko enkrat probaš akril, ti odpre malo horizont za risanje. Ko enkrat probaš airbrush, ti odpre horizont za akril, pa take stvari. Ko probaš digitalno, ti svet odpre za čisto vsako tehniko. Alright, pač sem Roland, ne bom risal. Najbrž ne. Zaenkrat ne še, no. Ampak ne, veš kaj, me pa vseeno vleče, ker Miraja je to dobro povedala, ona je rekla, vsak zna risati. Ok, ne zmore biti, ali pa ne izberi si vsak biti umetnik, ampak risati zna pa vsak, je rekel, tako na neko osnovo zna vsak pet, zdaj ok, nismo pa operni pevci vsi, oziroma. Tako, do neke mere znamo, ja. Misliš, JP je rekla, boš risal za domače potrebe taju. Tako, čudovit. Jaz zdaj poznam Nejca. Kadar bo treba kaj narisati, tako Nejc,
Kuk mi je, vsej mi, ne, pa se vseeno lotil, pač prav je, da se razvija različne talente. Imamo jih vsi, sam razvite nimamo, tako mi je tudi eden nekoč rekel. Tako mogoče tudi ta tvoja na nek način bila, da jih imamo vsi to paleto, sam razvijamo jih ne vsi, oziroma na neki točki se odločimo, jaz pa nisem za tu, ker smo nekaj narisali, pa smo sami rekli, da je grdo, ali so nam pa drugi rekli. Mislim, fajn je biti iskren sam s sabo, ampak ne preden probaš vse. Ne? Ja, exactly. Preden probaš vse, sam. A veš, kaj pa vse, ne? Ja, vse začutiš, to onemoglosti. Ja, je pa kar velik, ne. Dokler ni, veš ono, dokler ne odtehta, veš kaj mislim. Zdaj pa ni več vredno vlagati v to. Ja. Ok, in kaj ti je ta digitalno odprl, kar se tiče tudi, ne samo kot biti umetnik, ampak potem z možnosti prodaje tega oziroma daje tu naprej? Ja, absolutno. Z današnjim sistemom, se pravi, tudi vse online, mislim, internetno. Recimo, par mesecev nazaj, veš, če bi delal samo na klasična platna, bi ta pogovor bil malo drugačen. Se pravi, nekdo te kontaktira iz drugega kontinenta, iz Avstralije, se mi zdi. In pravijo, imamo neko tako sceno, ko so kolc, malo bolj na nivoju ali patriot, ne? In delamo razstave, ne? Ali bi sodeloval z veseljem. Veš, in zdaj, kaj se zgodi, če imaš klasične slike? Se pravi, pošta, paket, poštnina, varnost, vse tako naprej, da ti pošlješ tja. Ne? Zdaj pa sem tako, 10 klikov in imajo oni vse tvoje stvari in jih sprintajo in je tu na steni v Avstraliji zdaj že 2 meseca. Tako da tu je neverjetna stvar. Plus tile NFT-ji, ki se odpirajo, tu je tudi ten svet, ki bi znal spremeniti marsikaj. Kaj si to rekel? NFT-ji. Aha, to je pa? To je kot Bitcoin in z umetnostjo. Saj nisem še raziskal, ampak vsi mi pravijo, daj tu. Pa moram si čas vzeti, da vidim, kaj to je. Ok, the best. Zdaj mi je spomnil na neki tasga, so imeli za glasbo nekaj podobnega, ki je en slovenski DJ, isto te neke glasbene, ki lahko neko njegovo muziko za določeno teh coinov si naložiš vse dol. Pol je majster zaslužil, ne vem, govoriva mislim, da celo, ne me imeti, ampak celo 5 milijonov. Možno, čisto možno. V nič cajta. Ja. Tale digitalni svet je stari, kar zalogaj. Ok, the best. Se mi zdi, da je mogoče nekaj, kar ali če tako rečeva vsi, ki si želite biti umetniki, ali pa ste pejte pa raziščite. Všeč je bilo tudi, ki si rekel prej, da najprej osnove, pa digitalno. A ne? Ja, nekako se mi zdi, da... Zakaj bi priporočal to pot? Ok, vsak, ki je nekaj probal, ni važno, kakšno smer, je videl, da ne moreš preskakovati stopničke. Hiša se preprosto zgradi od tal. In če ne boš gradil od tal, potem boš na enem labavem temelju in bo vil ravnoteže in gledal skozi dol in se povil. Tako da treba fundacijo postaviti, predtem se greš kaj resen, da se mi zdi. Ok, simple. In danes, ki si v teh digitalnih vodah in pošljaš slike, ti si ok, Avstralija je ena, ampak kaj še? Se me zanima, ker res ne vem. Ok, se pravi, tujina, kar naenkrat se odpre tujina. Ker naenkrat vse socialne platforme, cel svet te vidi. Ko vidiš enkrat, da dobiš malo zanimanja, pa malo followerjev, je tisti komentarji, ki pridejo z ljudi, ki so dejansko v sceni, za katero ti ustvarjaš, ali je to metal, ali je to igrice, ali so to igralne karte, ali Magic, pa tako naprej. Veš, ko dobiš feedback od tistih ljudi, veš, pa naročila v tujino in je, se pravim, nov svet se odpre totalno. Pa se ni mogoče toliko na digitalnem ustvarjanju, kot na samem internetu, pa temi povzavami, ki so zdaj ekspresne. Drugače pa ni ovir. Res, to je neverjetno. Se pravi, zdaj in rišeš in za gaming, in za karte? Tako, ja. Sicer imamo en projekt na pauzi, ampak ja, karakter je za karte, potem recimo coverje, kot sem že omenil, za CD-je. Za igrice še ne, ampak sem probal se prijaviti na ene par teh, ko se reče, open call za ilustratorje. Ampak moraš se zavedati, da veš, zdaj nisi več, ni samo v Sloveniji, ni nas tako 35, ampak nas je 35,000, ki so vsi verjetno boljši od mene, bolj zverzirani v tem, kar počnejo.
Ampak tu me ne ustavlja, to je enostavno samo pokazatelj, da grejo stvari v pravo smer, če znaš tako gledati. Tebe je, da te ne ustavlja, ker pač se mi zdi, da tu je eno drug aspekt, ne. Zakaj te tu ne ustavlja? Ker dosti ljudi gre, proba, enkrat, dvakrat, trikrat, mogoče kakšen 10krat, pa 10krat in nič preče, ajde čau, a ne. Zakaj greš ti še 11 ali pa 100? Ja, točno to, zato ker v prvi vrsti delaš zase. Samo ustvarjanje, če v prvi, marsikdo se ne bo strinjal z mano, ampak v prvi vrsti vsako stvar, če ne delaš zaradi sebe, če delaš zaradi profita, zaradi prepoznavnosti, se bo nekaj zalomilo. Vsaj pri meni se je. Se pravi, če v prvi vrsti ni to za dušo, za srce, se pravi počas pa kvalitetno delati, vse ostalo se bo sfižilo vse poprej. Se pravi, če ni passion, ja, mislim passion, ampak že pri samem delu, se pravi razlog, zakaj bi ti ustvarjal nekaj, je zato, da boš zaslužil, da boš nekoga okoli prinesel, da boš karkoli drugega od tega, da delaš za dušo, se mi zdi, da je zelo far-fetched razlog. Zame. Ja, valjda, saj sprašujemo zate in ker to si tudi želim dati naprej, ne, ker ja, okej, vsi ljudje eni še niso odkrili svojih strasti ali pa jih ne upajo sploh si priznati, da so to njihove strasti, ne. In pa, ki si že priznaš, ne, rečeš, ok, zdaj grem po tej poti in na tej poti, se bo zgodilo marsikaj in tu želimo tle osvetliti čez vse pač goste, ki jih imam, ne. Kaj je pola, ne? Eno je način, kako odkriješ svojo strast in kaj je potrebno, da stopiš na to pot, in drugo je potem, s čim se srečuješ na tej poti, in se mi zdi ful dobro, da si tle z vsakega, ki si želi biti umetnik, ali pa karkoli, ne, tako ki si rekel, hiša se zgradi od ta v gor, da si res dobro osvetljiv, pač ja, pet, pa meč. Ne, le se vsak pri sebi ve, vsak pri sebi čuti, kdaj je tam, ki mora biti, pa kdaj ne. Sam spet premalo smo pozorni na to, kaj se dogaja, pa preveč naven. Ko enkrat se res obrneš nase, potem veš, da si večino stvari tako že skozi sluto. Veš, in ti šesti čut, ali kakorkoli notranji glas dela zate skus, ampak odvračajo te ljudje, življenje te odvrača, sistem te odvrača od poslušanja tega notranjega glasu. In normalno, da smo vsi zmedeni, ampak imamo prav. Sem treba vzpostaviti spet tisto odnos sam s sabo. Ja, pa sprejeti podporo bližnjih, kakor si prej povedal, a ne? Ja, rad se treba imeti, do vsako ceno treba vzpostaviti ljubezen do samega sebe, potem pa naprej, kamorkoli. Ok, in what's next for you zdaj? Dobro vprašanje. Zdajle imam, ker sem kar okupiran z naročili, plus spletna stran se vzpostavila nova, plus ena par drugih stvari. In bom pustil pri tem, ker veš, so ljudje, ki govorijo o tem, kaj bojo naredili, pa eni, ki pokažemo rezultat. Ok, smo pa tisti, ki govorimo, pa naredimo. Nice. Ne, jaz tudi ne maram tako, veš, zareči se. Ja, ok. Nekaj prihaja, pa pustimo pri tem. Nekaj prihaja, pa to je to, ja. Jaz pa sem odkril, da je kar cool, rečeš, tako bo. Sam ne, če je ful pomembno pa iz tega prostora, iz kjer ga rečeš, kar si prej povedal. Ali rečeš iz unega prostora, jaz stojim za tem in delam vse v tej smeri in tu je tu, ali rečeš zato, da boš dobro izpadel pred drugimi. Odlično. Ker včasih sem delal tu, da sem govoril, da bom dobro izpadel pred drugimi in ni bilo rezultat. Ne, ni bilo. Zdaj, ker rečem... Si dobil nek občutek, da kar slediš tej besedi zgolj zato, ker si jo rekel, da boš naredil. Spet ne zaradi sebe, ampak zaradi tiste slike. Kaj je v tistem trenutku pač, ne vem, karkoli je. Podalej, tišina, zlata vredna. Da, imela sva rekla vsem, najprej se bo poročila, pa bo zanosila, zdaj ne vemo, če je bilo to vse na isto noč, mogoče celo, pa razlika enega tedna, najprej poroka, ampak, a veš, je bilo ful zanimivo, ker sva to govorila tako že 9 mesecev prej, pa so vsi rekli, ja, bosta videla, veš, koliko ljudi dela ful časa na otrok, jaz sem ne, tako bo, tako je bilo. Tako da, the best, veš, kaj me še zanima, ki pač vidim in zmeram me tu, ki imaš dosta tujev in meni so vedno tako, tuji so mi bili tako, pač ful in pa, ful razlogov za, ful razlogov proti, in me zanima, kaj je pri tebi tu izrazoslovje, ki ga daješ na kožo, zakaj pač nekaj si dati narisati na kožo?
Okay. Takrat, ko sem začel, se pravi pri 16, je bilo verjetno drugače kot danes. Zdaj se nisem že, bom rekel, 2 leti nič dal, ali še več. Ampak sem imel pa tudi luknje vmes, recimo 6 let sem bil brez, pa v enem letu 3. Veš, kako pride inspiracija, motivacija, kakorkoli. Ampak na začetku se mi zdi, da ima ogromno vlogo, imajo tvoji vzorniki, vplivi, se pravi mediji, informacije, ki jih sprejemaš, pa okolje, v katerem živiš. Tako da, če bi tu prej vedel, ne, ampak pustimo to, vse tako, ko mora biti. Se pravi, z napačnih razlogov, v napačnem času, z napačnimi nameni, sigurno. Ne. Motivi niti niso pomembni, ker so pač tvoje trenutna prepričanja, kar želiš izžarevati takrat. Sam pa čisto drugače gledam zdaj na to. In bi verjetno tudi drugače se odločil, kako bom stvari dajal, motive sploh. Tako da, ne vem, mešani občutki, še danes. Ne bom rekel, da sem pristaš, da sem nek hardcore biker, ki hočem tu kazati. Najraje imam dolge rokave, razen če vroče. Zmeraj sem nekako gledal na to kot nekaj intimnega in so tudi motivi intimni, se pravi taki, ki bi tudi ti rekel, kot za moje slike, da jih ne razumeš ali pa da so strašljivi, ampak so bi zmeraj, bom rekel, zelo osebni, predne so bili zato, da bodo drugi videli. Wow, to. In tudi s časoma, veš, bolj popularno postaja vse to, bolj imam odpor, da nočem biti v tej skupini teh porisanih ljudi, ker me ne predstavljajo, razumeš? Dejansko nisem to jaz, bom rekel, v tej skupini ljudi, nimam dosti skupnega z razmišljanjem njihovim ali pa s pogledi njihovimi, tako da najraje ne obsojam, tako da spoštujem vsakega, ki ima tatu, če ga spoštuje on. Ja, to je pa naslednje. Ne, ker so tudi, meni je že recimo, bi rekel, zmot me, če sem nežen, da ne rečem, da me razjezi, ne. Ker še napiše, kaj bo ta vedel potetoveranc, ne, kao. Pustimo stereotipe. Ja, ne, ampak je pomembno, da se o njih govori, ne, in še posebej od ljudi, ki imate to, da se pokaže, da ni on zdaj glup, ker si je dal narisati tu gor, ne. Ni to en zabit človek, ki ne ve, koliko je 1+1, ne. Ampak vseeno si pa rekel, sprav, da izstopiš, ampak na koncu vse nima veze, ali ima veze. S čim? Če te dajo v skupino s potetoveranimi, vse si potetoveran. Ne, to je pač, moj pogled, recimo, koga vidim, ki očitno se ne razume ali pa nima istih pogledov na stvari in ne moreš reči, da ne spadaš v isto skupino, veš, ker so pač do te mere, bom rekel, potetoverani, ne veš, avtomatsko padajo v isto skupino. Vse danes so tu že umetniki in tako naprej, ampak včasih je asociiral z rusko mafijo, jakuzami, zaporniki, kakorkoli. In se pravi, bolj ko rata popularno, zdi se mi, bolj distanco jaz dobivam, ker dostopnost je ena lisica. Ne? Dostopnost je ena stvar, ki naredi pomp, ki naredi zanimanje. Se pravi, če si ti dostopen vsakmu zmeraj, potem vrednost zgubaš, se razumemo. Ne? Če pogledamo sam bende včasih, ki si mogel kaseto presneti od nekoga, ki je imel, ne? Danes pa veš, 2 klika in imaš original plato. Pa ne sem tu in potem imaš osebne takale pogovore teh bendov, ki si jih častil, ki si jih koval v zvezde in pol oni tako bluzijo, ko mi povprečni ljudje. In spet, ta dostopnost vzame od kvalitete. Se pravi, ko je zadeva nedostopna, ko je zadeva, ko ima več vrat, da moraš ti prečkati, več uver, da priješ do tam, s tem dobiva vrednost. Če pa tega ni, če ti na en klik si tam, pa se razvodeni vse, skap se manj zdi. Ja, in točno tu se mi zdi, da je tudi se zgodilo z ko bi tem rekel, namen, smisel življenja pri mladih, ker vse je na en klik. Bravo, si zadev. Ja, in pol tam je, dostopna do vsega takoj, ampak gledaj iz te smeri, kako bi on tudi tu imel, pa nima, in zdaj, ki nima, koliko je beden life. Ja. Vez bi gledal, tu vse je mogoče, kaj bom jaz ustvaril? In zakaj ne bi ustvaril kaj novega? Zakaj nekaj izga, kar že nekdo dela? Tako da, to, mislim pač, rekel si, da rišeš tudi tu pač tako čist, imaš to open space, se pravi anybody, ali pač tako bolj close group ljudje, ki te poznajo. Prosti, rišem tatuje, si rekel? Ne tatuje, da rišeš. Prej si rekel, da tudi nekaj za tatuje. Ja, pač skice, ne, veš, skice, ja, tu sem mislil, ne da na kožo rišeš skice. Ljudje, prosti, ja, nisem razumel. Se pravi, folk
Ne sem bližjiš, posebej zaradi socialnih medijev. Imaš kdo kontaktira, če bi narisal skico za tatu. Tako da tu mi je res nekaj zabavnega delati. In tudi včasih mi je, veš. In vesel sem, da ljudje ne pridejo preprosto v tatu salon, pa odpre knjigo, začne listati, tega bi, ne. Ali pa še hujš, da reče, da tako prenese slikico iz interneta, ki ima dejansko nekdo že na koži neki, pa reče, tule bi, ne, veš, dejansko kopiraš nekoga s kože. Tako da, tu, whatever. Ampak mi je všeč, ko folk pride, nariš mi to, in mi je res v čast, ker nekdo bo nosil del mene na sebi, mislim. Noben denar ne odtehta tega, veš, tistih par 100 evrov, ki dobim za to, vse je cool. Ampak da bo pa nekdo imel sliko, ki sem jo jaz narisal, po moji ideji, moja interpretacija tega, stari, to je čast, da ni večji. Dobre, hutu gledaš, ful mi je pač hu. Ne bi rekel presenečen, ampak vesel sem, tu bi rekel. Sem res vesel, da ljudje tako, da še obstajajo ljudje, ki tako gledajo. Ne, ampak veš, nisem skozi tako gledal, moram priznati. Jaz sem zadnje 2 leti začel se obračati vase in nase. Prej sem bil pa tipičen Podgorc, tipičen negativc, kritičen do vsega. Kazal s prstem, krivil vse drugo. Ne? Tako da sem se mogel tudi jaz malo v roke vzeti. Kaj se je pa zgodilo, da si se vzel? Mislim, ker pač ponavadi si nek dogodek, kaj rečeš, ali pa neki ti bliski. Pač razšla sva se s partnerko, to je bila kapla čez rok. Ampak prej sem že več let se boril z depresijo in anksioznostjo in bipolarnimi motnjami. Tako da, in nisem hotel nikoli na tablete. In potem, ko je ona šla, sem mogel se odločiti ali iti na tablete ali pa probati kaj drugega. Kakšno samo pomoč, meditacije, avtosugestije, samo ljubezen in naprej. And it works, kaj čem reči. Ja, predvsem, da si nisi izbral tabletne. Ne, nisem. Vse sem tabletne. Ampak, glih tu me zanima, to vprašanje, ker jaz dobim vprašanje na delavnicah, kako se soočati z anksioznostjo. Me zanima, kaj bi ti odgovoril. Ok, jaz vse krivim naš ego. Se pravi, za vse naše nezadovoljstvo v življenju je kriv naš ego. Se pravi, tisti del nas, ki misli, da vse ve. In kaj bi rekel, je tudi, se pravi, isto v odnosu z samo ljubeznijo, spet je on nam na poti. Ne? In bom rekel, ti imaš opravka z otroki, ne? Z najstniki, se pravi, se nekako z njihovimi starši ali pa z nekom, ki jim zaupa, se loti tega problema. Ega, samo ljubezni, samo spoštovanja. Človečnosti, ker ne obadaš se ti s tem, kakor misliš, mislim, veliko več se obadaš s tem, kakor misliš, da se moraš. Ne? In to je vpliv, to so informacije iz okolja, ki ratejo tvoje prepričanje. Zdaj, če bi pa ti porival nazaj proti tem informacijam iz okolja, pa vzpostaviš samo spoštovanje, samo ljubezen, notranji vas in tako naprej. Ok, kako pa je pri tebi se kazala anksioznost? Mislim, česa te, anksioznost je, jaz rečem, lahko me ti popraviš, a ne? Ampak jaz pravim, da anksioznost je strah na potenco, a ne? Na kubik, na četrt. Čist banalen primer je, jutri moram na banko nekaj uštimati. Ne? In ko misliš na to, kaj boš jutri naredil, in ker se ne upiraš slabem vibu, potem govoriš sam slabe zgodbice. In te besede, ki si govoriš, sprožajo vibracijo, sprožajo čustva. In to eksplodira v anksioznost in si na koncu že tukaj napsihiran, da bi se raj ustrelil, ko prišel jutri na banko. Se pravi, spet zamenjati ploščo, zaznati naš ego, ker ego rad trpi, ne naša duša. Ego rad trpljenje. Se pravi, zaznati zgodbico, ki ti ne ugaja, zamenjati ploščo in vizualizirati jutrišnji obisk banke kot nekaj dobrega. Ker vse so zgodbice. Vse so samo zgodbice. Veš, točno to, ne. Škaj je največja fora, da jaz ko njim to povem. In pol eni štekajo, vedno dobim pa 1 ali pa 2 feedbacka. Ja, te psihične težave ful jemljem na preprost način. Ja. Da ful jemljem na preprost način. Zdaj, tle sta 2 catcha, ne. Mene zaskrbi, da 15-letnik ve toliko o psihičnih težavah, ne. Ki pač jaz nisem pri 15, a veš kaj mislim, ali pač to je ena stvar, ki je zaskrbljujoča, in druga je, da pač ne, tako ki si ti rekel, vse je zgodbica, in če je vse zgodbica, ni pol razlike, je samo razlika, koliko ti teže daš različne zgodbice. Razlika je, mislim, poanta je v tem, da veš,
mi imamo moč izbere. Choice je ključna stvar. Choice. Na vsaki točki imaš ti izbero, pauzo, da na slabi zgodbi pa jo zamenjati pozitivno. Na vsaki točki. Pa še malo dihalnih vaj, ode strah. Exactly. Top shit. Kristjan Jurkač je rekel, Kiki, welcome. Da, ok, danes si rekel 2 leti nazaj si se soočil, danes imaš kakšno partnerko? Trenutno ne. Okay. Pa te ne moramo vprašati tega vprašanja, ki ga vedno. Ampak dej za hec, ajde za hec, ne. Kaj je, pa lahko drugače vprašamo, kaj je te pomembno v partnerskem odnosu? Kaj je zdaj, ki si 2 leti? Ja, ok, why not? Ne, ampak je tudi, je pomembna, ampak če rečeva, kaj je tisto, mogoče tako vprašam, kakšen odnos bi si želel? Ok, bom odgovoril na vse, ker mi je všeč vse. Najbolj pomembno je, bi rekel, komunikacija. Se pravi, in tle spada tudi seks. Se pravi, seks je samo še ena vrsta komunikacije. Odkrita, brutalna komunikacija od začetka. Kljub temu, ker itak slabe stvari bojo prišle, slabe informacije, slabi dogodki. Mogoče tudi kdo se zaleti, kdaj veš, ko je pijan, kaj je zanimivega. Ampak dokler je komunikacija, dokler je odprtost, dokler je zaupanje, vse ostalo pade na svojem mestu. Tako da brutalna iskrenost med partnerji je ključ. Ne bi se mogel bolj strinjati in to zaradi tega, ker tu je ljubezen. Tako je, ker enkrat odkriješ, ljubezen ni samo najsi. Ne, v bistvu sploh ni tu. V bistvu je tu sem neka romantika, ki je šele popularna zadnjih par stolet, prej sploh tega ni bilo. Tako da tisto je bolj v napačno smer od ljubezni. Ja, mislim, je tudi, ker nežnost in tako naprej. Ne, to ja, ampak tisto, veš, posesivnost, pogrešanje, ne morem živeti brez nekoga, tu je vse v negativno smer. Nisem mislil tega, mislil sem to. Ja, tisto je pa, ko nekdo te udar, pa ti reče, te imam, bi lahko rekel brutalno iskrena komunikacija, ki ni predstavljena. V bistvu ne. V bistvu, ko te udar, vse ne veš. Problem je, če ko reče pol, da te ima rad, če ti tu verjameš, potem je problem v tebi. Ti sam sebe nimaš rad. Tako da vse gre po vodi. In vse gre pol nazaj tam, vse se začne in konča pri nas. The best, mate. The best, stari, čudovit pogovor. Top shit, res mi je bilo veselje. Ne, tudi že tako, ki sem rekel v začetku, vedno sem gledal, pa pol v mestu smodiš primek, vseeno ima težo za tvojega brata in me je res zanimalo. Ma eno dogmo. Ja, ampak po drugi strani pa, če iskreno, jaz ko pogledam, je pa ful dol nazaj mestu, ful je dobrega naredil. Pač na itek so sosedje, veš, 3. To sem danes vedel, nisem vedel. 3 hiše, 2 hiše stran, v bistvu zdaj. Zdajle sem jaz 3 hiše stran od tvoje bajke. Tako, kjer sta starša zdaj. Tako. In je ful zanimivo, enkrat nekoč bi si želel, da ta oddaja tako zraste, da bi tudi Matjaža in podobne scene tle gostil. Trenutno ne vem, če sem iskren, si ne upam videti vprašati. Rad se mej, pa bo vse ok. Ja, to je to pa pol preveso te stvari, ki jih imamo vsi, that's next level. Ne, pazi, to je samo tvoj pogled na to stvar. Če se ti prepričaš, da tu ni next level, tu je tu znotraj tvojega dosega, potem tako bo. Sprav, karkoli ti misliš, da life je, to life je. Ok, thanks for reminder. The best. Ok, karkoli je rekel za konc. Ne vem, stari, tako lepo je, da sploh ne bi pokvaril. Čudovito sva se imela. Ja, meni je bilo to top, da ste tudi spoznal, ker te prej nisem. Me veseli, enako. Vedno je bilo neki imič malo iz osnovne šole, pa pol malo tam po mestu, pa kar nekdo drug. No in smo spet tam, prosim, ki te prekinem, spet smo pri komunikaciji. Vsi imamo predsodke in ideje na podlagi govoric, namesto bi rekli, živijo, jaz sem nec, da gremo na pijačo. In vsi, ki ga ne poznate, zdaj veste, da to lahko naredite. Absolutno, z veseljem. Mike Wood je rekel, GG's, Mrs. JP, res super pogovor, hvala. Hvala. Tu sem si rekel, da ti bom pa rekel. Just a proposal. Na podlagi tega pogovora, da narišeš eno sliko, s čimer te je ta pogovor pustil. Res? Ja.
Si siguren? Izziv. Ja, pač nima veze. Ja, ok, stari. Bakalat, kako si ti rekel. Bakalat. Ja, the best. Ne, ker me res zanima. In bomo postali, me zanima. Super, hvala ti. Bom se lotil že čist iz tega, da že iz respekta, ker si to naredil. Hvala ti. Hvala tebi. In Mr. JP si to tetovira, I don't know, misliš JP. Ne. To si pa še jaz ne bi upal. Res, tako brutalno pogovarjajo. Ne, tako brutalno boš ti vzel, ne. Pač meni bo to cute, ampak... Ja, ne vem, mogoče pa ne več, ne. Mogoče pa bom zdaj drugače videl. A veš, ki ponovadi, ko spoznaš avtorje, njihova dela, pol začneš drugače. Ja, mogoče vidiš, mogoče ni bila, bi mogla eno sliko analizirati, veš, ti mogo da tle, kaj je tu, nekaj, ki ti je fucking awful, ne, pa bi ti jaz povedal zgodbico. Je to lahko še zmer narediva, ne? Ajde, sam grem jaz prej na stranišče. Važi. Ajde, nekaj povej eno anekdoto iz risanja. Ok, super, hvala bom. Ok, prej smo govorili, kako veš, nekaj je bilo govor o tem, kako veš, da si na pravi poti. Kako veš, kdaj začutiš, da je to smer, v katero se moraš vršiti 100%. Ko sem jaz začel s Sebastianom risati, torej hočem reči, da znaki so zmeraj vedno in povsod, če smo jih pripravljeni sprejeti pa videti kot znake, kot vodila ali pa kot opozorila. Se pravi, ko sem s Sebastianom začel risati po tisti neuspeli prijavi na akademijo, je prvo tako večje naročilo bilo poslikava enega stanovanja. Mislim, da pri ekonomski šoli. In notri je bilo, bom rekel, 10 motivov. Eden od teh motivov je bila ena fotografija enega para, se pravi, da razčistim, fotografija že narejene slike, ki jo je ta lastnik stanovanja fotografiral enkrat na morju, ne vem kje, na nekem štantu. In on je tu nama dal za predlogo in rekel, na podlagi tega hočem eno sliko imeti, en par, ki se objema, bla, bla, bla. Seba tu nariše, mi da tu končava ta projekt in se pravi, to je bil moj prvi tak projekt po akademiji in sem dejansko očitno iskal znake, ali sem na pravi poti ali ne. In mine od tega par mesecev, se pravi, mi da zaključiva to sliko, mine par mesecev, grem jaz na morje, čisto ločeno od sebe, s svojo družbo in šetamo mi po plaži in na štantu vidim točno to sliko, katero je ta možakar nama pokazal, da naj mu nariše. In to sem jaz vzel kot znak, da sem na pravi poti in od takrat naprej iščem skozi znake in jih skozi dobivam. Se pravi, mogoče kaj hočem reči tudi, da tisto, kar iščeš, se pravi, na tisto, kar imaš usmerjen fokus, se ti manifestira v življenju. Če iščete negativne stvari, boste priča nesreče na vsakem koraku. Če iščete pozitivne stvari, boste priča čudežu na vsakem koraku. Hvala. Jaz se strinjam z vsem, kar je povedal. Ne vem, kaj je, ampak to, kar si na koncu povedal, se strinjam vse, kar si povedal. Komentarji so bili zanimivo, srčki. Hvala. Čet se strinjam, misliš, JP, Lipkold, stay in the game. Ja, ne, spet pridemo do une, veš, ker smo se vedno pokajali, mi Slovenci, enkrat smo imeli v enem podcastu, v eni oddaji, da mi se poslavljamo pol ure, veš, uro. Ja, kot na vratih, ne? Pa na vratih, pa še par avto na dvorišču, pa uro, ne? Najboljše po otrokom, ki čakajo, veš, že v avtu, pa te poslov se že. Ja, to. In po drugi strani, ne, so zdaj tam, že skoraj svoja uro. In zdaj so še neki najdla, zdaj gremo še. Ne, se lahko skenslamo, stari, manj je več. Ne, sam jaz ne bi, ker pač si jaz to želim, ne? In pač damo to priložnost še drugim, ker mene res zanima in dobro, da si me spomnil. Eno stvar sem se spomnil, ker sem zdaj bil v strani tu, da glede tebe sem bil, enkrat se te spomnim, pa ne vem, koliko je bilo tu nazaj, ampak malo bolj si, pač, jaz sem vrat iskren, kako si rekel, brutalno iskren. Nekaj razlagati, pa poveže, no. Bil si malo bolj debel, se te videl v mestu, kjer se šetaš, in pa se bi moj prvi je bil, lahko njemu, veš, ta ego reaction, ne. Ampak pol noter sem se pa res vprašal, če te sploh kdo v lifeu, sprav dva vprašanja. Eno vpraša, kako si, v smislu, ne? Glede na to, da si brat od Matjaža, da te kdo vpraša res, kako si,
Pa drugo vprašanje, če si tudi bil pripravljen povedati res nazaj, kako si, ali izpadeti samo, ja, dobro sem, ne. In drugo pač se ti je v očeh se videlo, da pač tu ni tu, ne, da si dejansko trpel in pol samo. Hvala. In pa samo refleksija nazaj je pa ta, ne, zakaj ko tu vidim, ne grem tam pa rečem, žive kako si, ne. Kaj? Čudovito si povedal, stari. In to zdaj jaz počnem skozi. Ker vem, kako je biti v tisti vlogi, ki samo tla vidiš, si vzamem čas za tak ljudi, pa jih ogovorim. Tako da je super stari. The best. In hvala ti, da tu počneš. Dela razliko. Res je. Ok, zdaj moram jaz poštudirati način, kako bova medva tu vrgla eno tvojo sliko, ker iz Instagrama poberem. Tikar. Čist na random, da surprise me. A zdaj tle vidim enega miša, ma tam je cute. Ok, lej, whatever. Ampak bi dal... Ja, eno, ki ti je vidiš, stari, ampak lej. Tukaj tu se je zgodilo, kar sem ti prej rekel. Če bi pred to dajal gledati te slike, bi bil what the fuck. Ok. In ki jih zdaj gledam, ki si ti rekel, tu so pošasti iz moje glave, ki pač jih dajem ven, zato da pač kakorkoli vsak ima svoj filter. So mi vse full hecne in zabavne. To ti pravi. Vse so mi pač tu je ta naša interpretacija slaba, ne? Ker nas niti ne zanima. Prav res, stari, zdaj prav gledam in prej bi jih videl in zdaj jih vidim tako, čist drugače jih vidim. OMG. Čak, malo scrollam, vseeno bi... Eno bom butnil, prav meso. Zdaj so mi vse cute in bi jih tudi, če bi je zdaj, tako kaj je zdaj, pomislim, da bi imel tudi tu, ja, I know what's behind in bi me bilo... Tako, no vidiš, mislim, danes današnje sporočilo bo to, ne, komunikacija. Pogovarjajte se z ljudmi, ne delajte obsod, preden spoznate ljudi in tako naprej. Zdaj bi bilo, pa daj JP že zber, se je vseeno. Ne, na easy. Zdaj ni nobeno več tako grozno. Ja. Ne, brez heca, res. Vem. Malo konteksta daš človeku. Ker sem jih še gledal zdaj nazaj, ne. Ajde, rečemo ta. Kako čva medva zdaj tu, tle bom share screen. Se moram pa še malo potrpiti z mano, to zdaj prvič delam. Na easy, vsi si rekel. Na sekret se gre. Ja. Oh, shit, bravo, dobro si. Ja? Dobro si meni. Ta, čakaj, samo da moram zdaj nekaj narediti, da imam če tle na drugem ekranu. Ok. Samo da vem, kako to zdaj oni vidijo, veš, kaj oni ne vidijo. Okay, cool. Ja, moram full screen. Aha, ok, moram zamenjati, čakaj. Zanimivo, da glih tole sliko sem včeraj razlagal enemu frendu, ne. Kako da bi hodil za danes, ni to zanimivo? Ja, zanimivo. Da vem, zato sem jo, ker to sem na zadnje video in je bila what the fuck, človek. Kako je zdaj tu? Ampak, zdaj, ker je še kaj, ampak to sem zbral, tako da beseda je tvoja. Okay, se pravi, jaz se rad poigram včasih z wordplay imam za urad. Se pravi, če pogledaš samo naslov tele, piše no more heartache, ne? In všeč mi je zato, ker je dvoumno. Se pravi, če sem prebereš, se sliši, kot da ni več zlomljenega srca. Ne? Se pravi, no more heartache, ne? Po drugi strani pa, če prebereš no more heartache, pa če daš sem vejco v glavi drugje, pa piše ne, žaluj za zlomljenim srcem. Se pravi, je dvoumnost te besede tukaj. Tle imaš pa kot nekega svetnika, Marijo, pošast, kakorkoli, ki ima nek si in očitno vidiš, da ima srce še vedno odprto od zlomljenega srca. Razumeš? Ne? Vidiš, mu žari in on sam sebe to laži kot mislim, nimam več tega, ampak v naslovu pa vidiš, da še zmeraj žaluje. Ne? Tako. Ne slišim te. Sorry. Ta ogenj spodaj pod brado? Pod brado to je iz prs, žarijo prsa, gori srce. Ok. Točno to se je zgodilo, kar sem se pol predvideval, da se bo, ponavadi se. Ker ne štekaš, je pokaj ti pove.
This one ta zgleda kar tako. To je pa covers and band metal. Aha, To aha. ni moja razlaga, to je bila njihova. Okay. Tu sem pa naredil. Ta je čist cute, there is no Ta je monsters. čist kontra. Ta je čist kontra. Ja. Z eno kolegico sva se menila pred parimi leti. Mhm. Rekla mi je, pač podobne probleme je imela verjetno kot jaz. Nisva nikoli tudi tako poimenovala, ampak je rekla, da se včasih počuti. Sprav, tele vidiš, da sta par, ne, moški in ženska. To je digitalno. To je vse digitalno. Ja. Ja, ker Kristjan sprašuje, če je digitalno. Ja, vse No in tukaj sem pač nekako me je inspiriralo, da ji pokažem, da ni sama. Se piše, mislim, da je naslov You're not alone, nekaj takega. Ja, ja. In pač ona je ta ženski lik, ki je sama na svetu, jaz sem pa pač z njo, ne veš, nikoli nisi sam, čeprav se počutiš samega na svetu, čisto tako, malo inspiracije. The best. Veš, ta je taka. Samo malo konteksta rabiš, lepa. Ja, mislim, ta ni nič una tipična Nate Smodiš. Res je, se strinjam. Ale? Oh, shit. All hard. Tako je. To je pa pač ena zgodbica o preobčutljivosti, še preden sem recimo malo se zavzel zase, pa za svoje čustva, pa začel delati na sebi, sem bil dejansko res all hard. Se pravi, sem bil občutljiv, fenomenalno občutljiv na najmanjši dražljaj. In sem se znal tudi zaljubljati tako 3-krat na letu, ampak hardcore, pošuno. Hardcore. To je res eno zanimivo obdobje in vse, kar je bilo glava pa srce, drugega sploh ni bilo. Ampak romantično, naivno srce, veš, ne pozitivno, daleč od tega. Brez samo ljubezni, samo za druge. Got it. To je odpenda nekaj. Ja, čak, zdaj ne vem, v kjer smer greva, čakaj. Ja, tako. Tega zelenega strička. To je spet ena moja, jaz pač wordplay, ne. Občudujem igro z besedami, vsak, ki me pozna, ve, da se hecam rad. Ime je, vidiš, kako mu ime? Mr. Broccoli. Ja, probaj sam. Mr. Broccoli. To je to. The best. Čisto za hec. Top shit. Odkje pridejo, pač odkje ti ta zamaknjena usta, tle zgleda, da ima nekaj več učkov in tako naprej. Ne vem, stari, to je enostavno, jaz sem tako, ko sem zanjič rekel, jaz ne delam skic, jaz vržem barvo na platno in sam vlečem, jaz pa sam krožem, plešem, igram se, kukorkoli, včasih s prstem, včasih kukorkoli. In potem, kot da bi spod zavesti izlivu tu vrneš. In potem, ko vidim nekaj, ki me fascinira, ustav se in potem začnem detajle delati. Se vidiš, odzad je zelo površno, okoli so broad strokes, ne? In potem greš po ti sredini, tam je parata nekaj všeč in začnem piliti ven, učke, nos, usta. Samo zadej je bilo prej po celem. Pač vse je bil en zmazek. Gledaš, kakšen veš, nastanek, ki jih zdaj objavljamo od TikToka, veš, prav vidiš, zmazek in pol, dokler ne najdem nekaj, je skus, in pa izpostavim nekaj, kar mi je všeč. Ajde, pogledajmo en ta zmazek iz TikToka, se jih imaš slej. Ajde. Ok, čakaj, ne moramo, lahko ustavimo. Se pravi, tle si nekaj narisal in potem začel tega viteza ven. Tako. Zleja vitez. Čakaj, daj eno drugo, da mogoče vidiš bolj ti zmazek. Tle sem vedel, da bo že ta gusar na začetku. Ok. Ne, še eno drugo. Ja, ok, ne vem, pa se iščemo. Evo, super, le. Vidiš, tu je sem pacanje, tu je na slepu, nimam pojma, kaj bo. Niti barvne palete nimam pripravljene, nič. Tu sem en čopič dejansko in samo igram se. Saj, če sem tu digitalno rišel. To je vse digitalno. Ja, ampak čopič s prstom vlečeš ali pa s čopičem Včasih sem s prstom, se pravi prve, ne vem, par let sem s prstom risal dejansko na ekran, na telefon. Pa sem pa kupil si tisti Apple Pen in spet nov svet se ti odpre. Ok. In se pravi, Apple imaš pa zato, ker ima najboljšo uporabniško izkušnjo ali zato, ker so ti tu priporočali? Ne, probal sem spravi vse te Wacom in vse te druge stvari in proizvajalce, ampak nekako sem se navadil na to in mi res leži feeling, se pravi sam postopek, občutek premikanja barve, vse štima. Plus prenosljivost, jaz to lahko vzamem kamor čem, rišem kjerkoli na poti,
zunaj v pravi, parku. sam tu imaš tablico, pa po njej rišeš, pa istočasno se na ekranu pokaže. Ali prav na tablico? Direkt na tablico. Direkt, na telefon, kako delaš na telefonu. Sam da malo večje, štek. In tu vse je na tablici? Vse to je na tablici. Aha, sem mislil, da imaš kakšen ta, veš, velik Mac. Ja, ne, tu mi je, vrat imam praktične stvari. Travel light. Ok, cool. Kar je fascinantno je, da iz unih velikih platen, en kup barv, en kup packarije, a veš, kaj mislim? Prideš pol na tako veliko, imaš vse tisto v tako majhnem, ampak pazi to, ta slika goes around the world easy. Easy. Ja. Bolano. Ok, tip še kar vleče s prstom, zdaj se nekaj začenja dogajati. Ja. Ok. Spravi, tu ne vem, kaj bo na koncu. Tu enostavno, veš, sem go with the flow variant. Na vsaki sliki, praktično. Še tu, ampak prej se lotiš tega, pa bom pustil naj teče. Ja. Prej se lotiš tega, imaš ti kakšno, greš meditirati ali nekaj, ali se samo sedeš pa... Dejansko tu je moja meditacija. Tu je moj filter. Tu je moj, razumeš, ne? Vent. In kaj ta slika predstavlja? Moš še enkrat jo bom spustil. Ta slika, mislim, da je naslov We are all in this together. Ja. Na koncu, no sej, evo, tu je super vprašanje. Se pravi, jaz ne morem ti reči, zdaj bom pa še tu narisati, ker ne vem, kakšen bo končni rezultat. In potem je fair, da rečem, na koncu, ko vidim končano sliko, je moje mnenje tukaj vredno po tvoje. Ker jaz potem na podlagi končne slike ocenim, pa dam naslov. Zdaj, tle na začetku nimam pojma, kaj sem mislim. Na koncu, ko pride ven, enostavno vidiš, da imaš drevo, ki je na eni točki staro, ki umira, trohni, in mlado drevo, ki je kot kača. Se pravi, point je pa, da vsi smo del istega drevesa, vsi smo v tem skupaj, v tem življenju. In normalno, da moraš biti zdraven unih, ki trohnijo, kot trohnijo, ker so bili oni tam, ko si se ti rodil. The best. Mislim, ne, veš kaj? Stari, ti dejansko sam sebe odkrivaš, ker rišeš. Tako, hvala. Čudovito. To je brutalno, ker ponavadi vedno, kako si ljudje pristopamo s stvarem je iz vem. To, odlično. Delati ja meni aplauz, kje si, prav ste. Včeraj je isto mi en kolega rekel ta kompliment in čestitam, da vidite to. Najprej se odločiš, najprej izbereš, pa pol se odločiš, da je prava pot. Mi pa delamo kontra. Mi pa iščemo najprej pravo pot, pa se pol odločimo. Ne. Najprej se odloči, pa se prepriča, da je prava pot. Veš, kaj mislim, ta princip. Search, find yourself. Ja, odkrivanje, ne. Tu mi je všeč mi. In tle vidim, da pač, če mene vprašaš, si pred ful umetniki. Mislim, verjamem, da oni pravi umetniki in delajo na nek podoben način. Oni, pa ne pravi, to sem zdaj napačen izraz rekel, ne? Razumem, kaj misliš. Ampak, rečemo oni, ki imajo something extra. In gre res v to odkrivanje, ne? Ker ne poznaš, ne veš, ti ne veš, tu je ta draž, se mi zdi, največja. Ti ne veš, ti si zdaj prijel ta iPad, vzel si čas za sebe in se začel vleči barve. Tako. In pa vlečeš barve in pa začneš nekaj videti in pa to malo pedenaš in še malo pedenaš in še malo pedenaš in pa nekaj spedenaš in pa to postaviš, si jaz postaviš pred sebi in rečeš, ok, meni tu, pomeni tu. Tako. Bolano. Vse razumeš. Ja, še bolj bolano je pač, kako si se je postavil v kožo drugega, če si do tega odprt. Ja. In to je point, to bi moglo si delati. Poglej zgodbo čez njegove oči in boš nehal biti jezen na njega. Karkoli se zgodi. Ja, boš bolj razumel. Tako, sem ti rekel, res, stari moj, pred to oddajo, vem. Nisi prvi, navajen sem tega in se pravim, ko dodaš kontekst, se vse spremeni. Ne, veš, kaj mi je cool, ta oddaja bo bila zdaj zapakirana in bo online in bo na tubi in tako naprej, ne. Kar pomeni, da pač neka referenca zate in za vse ljudi, ki hočejo razumeti nekoga. Tako, ki hočejo. Če te zdaj kdo hoče razumeti, niti ne rabi več do tebe, ker čez to oddajo prije do tebe. Hvala ti za to. Mislim pač in se mi zdi super, s tem na nek način, kot smo usmerjeni v to,
pa zguba časa, pa uno, pa drugo, ne. Res je, ja. Si na drug način, pa dajmo si olajšati, ne, pa zakaj bi zdaj razlagal vsakmu posebej svojo celo življenjsko zgodbo, rečeš, tle imaš link, poglej si, pa prid pol do mene. Če te res zanima, ne. Ja, če te res zanima. Ni več razlogov za ne več, da je vse na voljo. Ja, in top shit mi je, res, ker zdaj dejansko so mi slike cute in jih štekam in mi je pač, ne vidim več pošasti, karkoli pogledam, sem to toliko časa zberal, več mi ni pošastno, ne. Me veseli. Tudi ta, prej bi fakt, ta faca tle neki odprte. No, se čak, se lahko, kaj naslov? Goodbye neki. Now you're free, my love. Ja, no, vidiš, če že sam naslov ti vse pove, ne, veš. Da pač prav ljubezen je, ko jo spustiš, ne. Exactly. Svoboda. Jaz vedno rečem, če kdo reče, kaj je ljubezen, rečem, poglej z te strani, ljubezen je svoboda. Če je nimaš, če nisi svoboden, pa to ni. Ne, strinjam. Res mi je top shit, da zdaj štekam slike, stari. Jaz sem to vesel. Ajde tega ptička mi razloži, ker ta je pa tako zdaj wow. Ta ptiček je pa del procesa odpuščanja svoje zadnje ljubezni. In tukaj sem narisal pač njo kot ptičko, ki se je žrtvovala zato, da bova oba dva na boljšem. Ok, štek. Sprav si prepoznal pogum v njenih dejanjih. Odlično. I'm fucking smart. Nisem smart, sam štekam ljudi. Kdo to ne šteka, ampak jaz pač vem, da jih tako da pač zato to delam, kar delam v life. Kaj je pa ta smešen mi zdaj stari, velejte Joške? Prej te je bilo strah, zdaj je pa dejansko, kako se boš ne smejal temu. Dejansko, ja, dejansko. To je pa, mislim, ja, not yet, tudi vse pove, ne, tudi vse pove. Se pravi, počutil sem se kot tale kloven, izigran od življenja in tako naprej, in sem bil že res na koncu vrvi. Ne pravim, da bi si kdaj kaj naredil, ampak razumem ljudi, ki se ubijajo, sem tako bom rekel. Pridejo take temne stvari, ki mrskaj se naučiš vse. Tudi jaz sem razmišljal o tem svoj čas. No, veš kaj, pravijo, vsak normalen človek razmišlja o tem. Kdor pravi, da ne laže. Ker samo razmišlja, pazi. Govorimo o razmišljanju, ne o delanju. Ja. Tle je pa pač pokazatelj, da kljub temu, da se je hotel obesiti, pravi, da je bil na koncu, je še nek del njega, ki hoče živeti. Rekel je, ne, še bom odrezal, pa si dal še eno šanso. The best. Pizaj sveš. Prav slišiš muziko. To že stari, ki so grotesko slike, ratele pan. Kako malo je treba, ne? Ki prej sem bil res hud sem bil, no pa fuck, nec, no pa tak talent, pa ti bi lahko tako neki hudega risa, ne? Jo. Zdaj pa vidim hudo. Prav hude risbe so stari. Hvala stari, cenim. Remedy for the rooster. Mislim, to je prav komedija, no. Ne moreš reči, že ni. Ja, ne, res je. Daš mu en joint zjutraj, da te ne zbudi, pa sam pusti me. To je tvoje zdravilo, posledi spat. Man, človek. Epic. Jaz sem čist fasciniran. Ja, hvala, stari. Cenim. Nad vsem, no, nad tvojo, pač nad kvaliteto slik sem bil že prej, tu ne bom nikoli oporekal. Kvaliteto zmeram dodelano v piko, ampak I did not, ok, to štekam, da so... Ja, horoskopi. Horoskop, ja. Tole je žena. Deva se vstan pri horoskopu, ki si ga tle, vidiš. Poanta, ne vem, če veliko ljudi ve, je tudi, da sem, mene je vedno motivilo, jaz sem mislil, veš, kot otrok, horoskop je, ta mesec je ta znak, ta mesec je ta znak, veš, ta mesec je ta znak, ne? Ampak ni in se križa, ne, zmeraj kot tam 25. 23. se mena že znak v mesecu, ne. In pa sem zanimljiv, katero koli sliko boš odprl, sem tako naredil, da se pravi, je pretežen del, recimo, je lik, ki je 20 dni, ne, oziroma 30, tistih ta zadnjih 5 dni v mesecu sem dal pa mini znakec znotraj ta verzga. Tako da katero koli boš odprl, boš videl, da se skusno navezujejo eno sliko na drugo. Ja, vidim, je lev. Tako je, recimo, devica. Tako. Vsak ima kanček naslednjega meseca, tako da je vse povezano, krog se sklene. Aha, strelci pa so puščice. Strelci, ja, tako. To sem jaz, drugač.
Mislim, jaz, pač rojen v znamenju škorpijon. Zdaj je lep, stari. Thanks. Tudi ti si lep. Thanks, enako. I got it. Mike Wood je rekel, enega tega stvora bom uporabil v moji RPG igri. Odlično. Role-playing game. Real life. Ne, Mikey, ti tu delaš real life. Čestitam. Pošalj mi, da vidim, kako si zadev. Ja, pošalj mu. Se ne vem, če ga poznaš, on je tudi iz mesta. Če prevedeš v slovenščino Mike Wood, ti bo jasno, kako mu je ime. Ja, mislim, da na videz ga ziher poznam. Ja. Mislim, da smo se na parku že srečali. Cool. In Happy Cake si rekel, jaz razmišljam, da bi si dal na računalnik eno, pa da si dam za avatarja pa online pokru. Hey, you became instant popular. Go for it, fanti. Jaz sem zelo vesel. Miss JP je rekla, JP, jaz sem res mešanica leva in device. Odlično. Pač ti tu, ki se poklop. Majko ti je rekel, je tako, GR Mafija je rekel, lahko pošljem in še opis, kaj je naredil. Na vidi se poznava osebno, pa nikoli. Bova se pa še spoznala, smo še mladi. Ja, itek. Kero je tehnica, tule? Ne, ja, ta je. Aha, imaš škorpijone tle. Slow Jake je rekel, jaz sem tehnica. Evo, Jakey. Če si želiš, malo tehtaš, možgani srce, stari, the best. A veš, kaj ponovadi ne dajo nič na tehnico, ali pa neki. Ja. Fuck, awesome. Should I listen to the heart or the brain? Yes. Awesome, stari, kako brutalno res, stari. Sam tle sem te, malo sem se rabo pomeniti s tabo. Pa zdaj mislim, da je vsem jasno, da moramo samo več komunicirati. Pa bo vse boljše. Lega, David. Ja, David, ja. Kaj ste imeli to neko muziko skupaj z njim? Ja, Davida sem prosil, če bi igral v videospotih za naš band in je bil zelo navdušen. In David je čudovit igralec. Nobenih težav z njim, razume vse, kar hočemo od njega. Super. Dobes, ja, on je res cool oseba. On je sošolc od brata mojega v osnovni. Mislim, da samo en razred, ali kaj, pa so ga pustili še enkrat v prvem razredu, ker so se, to je čist fani zgodba, en ni znal brati, en pa ni neki drugega. In pa so se odločili, kjer ga dati naprej, kao samo enega lahko dajo. In pa so dali unga drugega, njega so pustili zadaj. Svašta. Ja, anyway. Sam prvi razred, ne. Ja, the best, stari. Jaz sem excited, te ve, kako je za vas, ki ste tle z nami, ampak kar nekaj so vsi te liki ratali ful smešni ali pa tako. Pozitivni, razbremenjeni. Ja, in razbremenjujoči, če sem iskren. To sem hotel reči, ja. Če sem iskren. Pač ko, lega ta, prav zgleda lep, stari moj. Prej mi je bil, what the fuck, ne bom tega niti gledal, ker ga bom sanjal, stari, umrl bom, če to sanjam. Če sanjam tega v sanjah, po mojem se ne zbudim, stari moj. No, vidiš, zato jih moram jaz vendati iz sebe, da jih ne sanjam. Ja. Ampak je ful funny, da jih daješ na način, da odkrivaš, mislim, pač funny. Ja, dejansko iz podzavesti, veš, jaz pravim ožemanje krpe tem, veš, jaz samo ožemam, kar pride, sploh ne kontroliram, sem prazen, filter. She never really saw us. What's the story behind this? To je bil, slon pa. Tako je, to je bil pa en dogodek, kjer sem jaz mislil, da me nekdo vidi drugače. In pa sem zvedel, da me ne vidi res tako, kot sem mislil, da me vidi. Ta slon je pa, hočem reči, je pa, se pravi, ta podoba, ki sem jaz mislil, da je nekaj drugega. Ampak ni bila tisto, ko sem jaz mislil. Malo intimno je, pa ne bi rad preveč. Ne, it's ok, si povedal vse. Okay. Ne rabiš iti v detajle. Tako kot za vsakega gosta velja, tudi za tebe poveš, kar si ti želiš povedati. Jaz izberam, kar čem vprašati, pa izberaš, kar češ odgovoriti. Respekt. Nisi primoran nič. Tebe, stari. Hvala še enkrat. Cenim. Res, stop. Bomo nehali tle, več si lahko pogledate v njemu, več si naredite. Jaz se veselim, kaj bo prišlo ven iz te oddaje na ta
iPad, da vidim pol. Ko me čakam. S čim te je ta oddaja pustila? Ko me čakam. Sam spet, pričakuj slabo stvar, ampak tako, da jo boš razumel, kako jo zdaj vidiš. Ne? Mislim, smešno. Meni ni slab. Ne, pravim, scary bo, ne, ampak jo boš zdaj videl z drugimi očmi. Pizda, stari moj. Veš, kaj me zanima, ne, pač. Jaz sem pa ful tako, jaz retestiram tudi live in vse skupaj. Včasih nimam te meje, rečemo temu, za večino ljudi jim ni, ampak mi je polno pismo, čez ene pol leto bi dal ta malmu za pogled eno tako sliko, ne. In s čim bi on ostal, res me zanima, ali bi on ostal z, it's a demon, fakt tam, ali bi on isto videl samo enega tako, pač lega tega, ki je žalosten. Po mojih izkušnjah, če te smem zmotiti, je točno to, kar si rekel zdaj slednje. Ja. Oni ne vidijo, ker še v njih ni teh dilem. Ja. Oni vidijo zgolj preprosto situacijo, preprosto rešitev, barve, like, očitne stvari. Oni se ne poglabijo v demone, pa pošasti, pa slabe izkušnje, ne? Ker nimajo tega še vse. Tako da doskrat je, tako kot zdaj tep, njim smešno skus. Le tega. Fuck, stari. Top shit. Zdaj si mi razumel. Brez problema. Ne, pa glih tu mi je nekaj, popreš do tega, nekaj imam jaz zdaj otroka, veš, in pač, ne. Ja, čestitam, by the way. Hvala. Obema. Res, ja. The best je, stari, ko boš imel, če boš želel imeti. Se veselim, hvala. Top. Ja, takrat, če ne bo gledal filmov in niti ne bo vedel, kaj je pošast, je rekla Mrs. JP. Ja, sej tako, ki je Nec rekel, ne, pač oni ne vidijo, njim je pač. In se mi zdi, da če mu nekaj tazga predstaviš, že kot mehamo, ne, da ga ne držiš v nekom kalupu. To je zelo zdravo. Samo barbik in kenov in... Jaz mislim, da je to zelo zdravo. Otrokom čim prej pokazati obe plati kovanca, ne. Ja, pa čim več, ne. Da ga seveda. Nič skrivati, veš, ne ga ščititi pred negativnimi stvarmi, ker so polovica življenja stari. Ja, pa vprašanje, če so res negativne na koncu. No, ampak, veš... Ali je tu moja zgodbica? Sigurno, zato moraš pustiti, da se sami odločijo. Ne? Ja, exactly. Top. In to bo tak fajn, stari moj. To bo tak fajn. Lej, drugač pa, ker bo korone malo mimo, pa tako naprej se dobimo v živo, definitivno. It goes without saying, absolutno. Da. Tako da, evo, tu je to za današnjo oddajo. Jaz se toliko excited vesel, da vem, jaz sem se nafilil z energijo. In še enkrat več mi je dokazalo tu, da biti z drugimi ljudmi in jih poslušati in kaj oni delijo, kaj je tam, čez je the best. Ja. Slow Jakey, vidim, Warzone imaš vprašanje, shoot it out, če nam pa napiš DM na Discordu, pa ti bom odgovoril, BP. Da ne mešamo malo tem, ok? No worries, ni panike. Če ne pa hitro piš, pa mogoče še ujameš ti zdaj odgovori. Ale, kje sem ostal v... Ne vem, anyway. Lepo te je bilo spoznati, lepo je biti z ljudmi. Enako stari. V sredo prihaja talk show Miha Vodičar, večkratni svetovni prvak v latinsko-ameriških standardnih plesih. Nisem z njemu pregovoril v live-u, 10 besed, razen živijo. In ko sem opisal, je kar rekel tako, kot ti, ja, ok, ni panike, naredimo tu, in jaz sem bil, no, what? Itak stari, delaš dobro stvar, delaš dobro stvar. In ja, on je pa oseba, ne tako, ker sem tebe videl, ko sem bil manjši nekega košarkarja, ne, njega vedno videl. Če me reče samozavest, ti jaz dam njega. Okay. Zdaj me pa res zanima, kaj bo v sredo povedal, kaj bomo tudi povedal, ne, ampak ne napuh. Ja, a veš, ker vidiš ljudi, ki so tudi na plesišču, vidiš ki fejka gor na polno in vidiš enega, ki je tako center team. This is me, I'm fucking good, I know I am, and I'll give my best. In se mi zdi, da tu je pri njemu. Zdaj me pa res zanima, kaj bo v sredo povedal. Stop shit v angleščini bo, tako da, we go international with that. Tako da ja, Nate, še enkrat hvala ti. Slow Jakey, zakaj se mi zmeri, ko štartam igrico, štartam add-oni kopajo? Ej, nimam pojma. Nimam pojma, stari, res. Ker meni se to ne dela, tako da nimam pojma. Meni tudi ne. Boš mogel malo raziskati. Jaz sem tako, kar se tiče teh nekih...
Ja, rad gikam, ampak what is be all around it. Nimam pojma, Jake. Voč praši Majki, ti veš, ti si imel več izzivov s kompom, imaš več izzivov, ko jaz ponavadi. Mogoče Majki ve ali pa drug. Če ne pa vprašaj v kod slo na Discordu, mogoče imaš še kdo drug tu, pa ti bodo odgovorili, fantje se jih je veliko noter. Lejc, res, top shit, the best. Lej, če ti rečem iskreno, kar sem zdaj dobil, odvisno kaj bo na sliki, ampak jo vidim na steni, mogoče ne tega stanovanja, ker nočem več vrtati v te stene, ker so res, pa se hočemo itek preseliti letos. Okay. Ampak, ker bomo pa enkrat bili svojem, pa definitivno. Me veseli. Če ne drugega bo v mojemu stream roomu. Behind on the wall, vidiš. Razumem, super. Eno imam tudi že, vidiš, to je moj dedi, ki je sicer en mesec nazaj je umrl, ampak ga je Branko. Ja, ampak sem ful zaključen z njim. Res, vse sva si povedala in super. Je top shit. Branko Babič je to narisal, če poznaš iz mesta tudi. Ne? Ja? Na vidu smo mogoče. Ja, ok, se nima veze. The best, top shit. Ne vem več, tu je ta slovenska, ker se kar še nekaj moraš povedati. Veselilo me je, hvala za vabilo. Inspiracija si marsikomu, sem ti že povedal. Tako da keep up the good work. Ja, mogoče to res, ker si mi ti to napisal, sem bil jaz what the fuck, človek. Res. Odkje, ampak hvala ti za te besede. Tako da moraš zmeraj biti ta your best self, ker nikoli ne veš, koga inspiriraš. Mene si sigur. The best, hvala ti. Res. Malenkost. Cenim. Ok, chat, hvala vsem, ki ste bili z nama. Jaz sem užival na polno, upam, da ste tudi vi. Inač, za Warzone bomo videli, bomo v soboto igrali celo turnir, 4 se moramo nabrati, drugače pa jutri podcast, tema Black Humor. Iz malo drugačne perspektive, ne bomo si govorili črnih šal, ker mi bojo banali kanal, če si jih bomo. Kar pa bomo pogledali, kako to vpliva, ali pa kako se je odgovorno loti te teme. Se mi zdi, da včasih se ne odgovorno lotimo, pa tako naprej. Tako da evo, to je to, v sredo Miha Vodičar, v nedeljo Potočar Papeževa, bivša profesorca. Ona bo 50. oddaja je naslednjo nedeljo. Človek 50 si jih može ne bo pa. Čestitam. Tako da, da veš. To je tu. Smo odišel, gospod. Smo na vezi. Keep up the good work. Go viral and go big. Will do. To je tu. Ajde. Ajde. Čau. Lahko noč, hvala vsem.